Mislim, če mene vprašaš, je to, da ena izmed stvari, zakaj marsikdo ne napreduje, zato ker premalo uporablja kmečko pamet. Blaž Jurečič. Zakaj se je meni vedno vsako leto zgodila neka poškodba, zakaj sem zbolel za stanje, pa kako sem se počutil, da ni moje realno stanje, ampak mora biti nek globlji razlog od zadnje. Kaj točno zdaj počneš, kaj je ta IQ metoda? Da posameznik se v bistvu bolj začne zavedati svojega mišičnega tonusa, pa zakaj v določenih situacijah odreagira tako pa tako, se pravi, ker je posledica njegovega podzavestnega vzorca. Ne? Velik del tvojih lekcij je prinesla bolečina. Ne? Mislim, se bolečine bilo več, ni bila samo ena. Ne? Gre malo bolečino. In zdaj, ko se nekdo začne zavedati resnice, ne, je to, da pa potem pade iz iluzije v depresijo. Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelji, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Najprej bi rad dal eno veliko zahvalo ekipi moji, ker ne vem, če sem jo že dal uradno na podcastu, tako da hvala, da si z mano, da deliš ta trenutek. Sem bil prisoten, tako da lahko potrdim, da so upravljali svoje delo. Top. Ne, tudi energija, ki jo dajete, kako poskrbite v trenutkih, ko ne gre, da porinete naprej svaka čast. Tukaj sta Amadej pa Ažbe, tako da tudi Jure Darja, brez vas tega ne bi mogli furati in sem zelo vesel, da furamo. Danes je pa z mano Blaž Jurečič. Živijo. Ja, z Blažem sva se v bistvu spoznala po slajdu v DM na LinkedInu, ker sem opazil, da s fanti delajo zelo lepe stvari. In takrat sem tudi v bistvu prvič slišal za IQ metodo. Nisem tega prej poznal, ampak v bistvu bolj, ker si mi razložil nekako v tistem najnem kratkem pogovoru, bolj mi je bilo jasno, da je to pač dejansko tista ena resnica velika, ker tudi jaz verjamem v njo, nisem pa imel labela, da bi ga dal gor. Ne. Tako da Blaž, najprej hvala, da si prišel. Hvala za povabilo. Ja, zdaj bi ti dal pa rad besedo, pa ti mogoče bi te mogoče prosil, da malo backstorija svojega poveš, kako si v bistvu prišel do te točke, da se zdaj ukvarjaš s tem, da ljudem pomagaš biti boljši vodja itd. In pa ja, to, kdo vam imela pol nekaj za naprej zaiti. Mislim, to, kar si že sam izpostavil, rečo IQ je bil del, ki mi je pripeljal bližje neki resnici, ne? Da ljudje na koncu v bistvu sami potrebujemo neko resnico in da tudi, če bi se, ne vem, oziroma če se bo čez par let pogovarjala, bom verjetno na življenje gledal na drugačen način, kot gledam zdaj. Ne? Kje se je začelo moje iskanje te resnice, se je začelo skozi neke negativne izkušnje. Ne? Se pravi, da vedno, vsaj iz mojih izkušenj je to, da če posameznik hoče narediti neko spremembo oziroma korak naprej, ponovadi vedno povezano z neko bolečino. Ne? In ker je bolečina dovolj velika, se ti pripravlja narediti nek korak naprej. Ne? In pri meni se je začelo tako kot skoraj bi jaz rekel, da pri večini, z nekimi zdravstvenimi opozorili. Se pravi, jaz sem prej igral košarko, zdaj iz vidika marketinga se lahko malo pohvalim, da sem igral z Dragičem, Preljičem, Vidmarjem, se pravi, kar neki fanti. Bili smo v bistvu ista generacija, smo igrali en proti drugemu, se poznamo, tudi pri Gogiju sem bil na prvem kempu. Hodo. Ampak se pravi, zdaj lahko se neko iz marketinga lahko rečem, da če ne bi imel poškodbi, pa mogoče to pa to. Ne? Ampak na koncu v bistvu mene res telo pripeljal do tega, da sem bil na nek način prisiljen nehati igrati košarko, ampak nehati zaradi tega, ker sem videl, da na koncu bi pač ostal v nekem povprečju, to me pa na koncu ni zanimalo. Ne? In skozi to svojo lastno izkušnjo je to, da sem jaz začel iskati odgovore, zakaj se je meni vedno vsako leto zgodila neka poškodba, zakaj sem zbolel, zakaj me je vedno nekaj ustavljalo, čeprav bi si jaz želel, da bi na koncu bil recimo vrhunski košarkaš. Ne? In potem skozi iskanje različnih odgovorov sem jaz brskal pa iskal ogromno stvari. Ne? To, kar smo se že pred snemanjem pogovarjali, je to, da sem jaz takrat na nek način v bistvu vedel, da stanje, pa kako sem se počutil, da ni moje realno stanje, ampak mora biti nek globlji razlog od zadnje. Tako da pa sem začel knjige prebirati, podcaste poslušati, začel se ukvarjati več s prehrano, se pravi, koliko je imela prehrana nek vpliv na moje življenje. Ampak nekako sem čutil, da ni to oziroma da je nek večji razlog, zakaj temu tako. Pa sem začel pač s treningi, povezovanje s tem, sem si, bom rekel, dosti pomagal, to, kar sem se tudi že v živo pogovarjala, da sem res probal
ogromno stvari, se pravi od alternativne medicine, dodatki, se pravi res sem ogromno stvari pač sprobo, ne. In pol, da mi je bil spet, bom rekel, nek wake-up call, da moram nekaj spremeniti, bilo mogoče pač rojstvo otroka, ne. Se pravi, okay, zdaj nekaj novega prihaja pač v življenje, se čutim mogoče pač v neki stiski. Koliko si bil star, ko si dobil otroka? Takrat sem bil star 29. Prvega, ne? Prvega, ja. Hodo, top. Kaj si delal takrat kot... Ker sem jaz pol naredil neko transformacijo, se pravi, da sem šel iz hrane, sem šel potem v trening, delal sem večinoma z ljudmi, ki so bili v poslovnem svetu. Osebno trenerstvo. Osebno trenerstvo, ampak zdaj spet pač, ker mi je nekdo rekel, da sem jaz osebni trener, ok, lej, pač jaz to nisem, lej, sploh mi nič ne pojmenuj, kaj sem jaz, ampak lahko rečeš, da te treniram, pomagam ti pa tudi pač pri drugih stvarih. Ampak to je bilo nekaj takšnega, ker sem jaz od začetka samega že lahko rečem, se zavedal pa čutil, da to ni to. Predvsem to, ker sem potem že prej se zavedal, koliko drugih stvari vpliva na neko kvaliteto življenja. In potem je mene začel, se pravi, najprej skozi neko lastno izkušnjo, pa potem pri strankah začel frustrirati, zakaj, če mi delamo vse ok, pa da nimajo ljudje nobenih realnih razlogov za neko bolečino, zakaj jih v določenih situacijah začne boleti hrbet, zakaj imajo težave s tem. Potem sem imel to srečo, da sem delal z Antonom Majhnom. On je bil moj, rečem, mentor, ki me je zelo veliko stvari naučil in mi je dal potem spet ta pogled, kako neka psiha oziroma kako psihološko stanje posledično, zakaj zakrčenost telesa vpliva na psiho. Jaz vedno rečem, da je bil Toni pri razumevanju določenih stvari pred časom, se pravi pred časom v tem kontekstu, da to, kar mogoče zdaj študije potrjujejo, je on že prej skozi neko lastno prakso, skozi šport pa znanje, ki ga je imel, znal komponirati v nek model razmišljanja. Tonija Majhna mi veliko ljudi omeni. Želim se, da bi ga lahko spoznal pokojni zdaj. Zakaj misliš, da je imel Toni tako vpliv na ljudi, med drugim tudi na te? Se itak lahko sam zase govoriš. Kaj je bilo na njemu tazga, da... Ker je bil to out of the box, pa dal ti je večje razumevanje, ki je bilo vezano ne samo skozi neko psihologijo, pa kineziologijo, pa biologijo. Jaz dostakrat recimo rečem, da sem jaz nekje gost na neki delavnici, pa da je nekdo že pred mano gost, da mogoče nisem najboljša novica, ker to, kar bojo slišali, ne vem, če si želijo slišati. Pa že da danes, ko se pač pogovarjamo resnica. O stvareh na Instagramu, na social mediju delujejo vse pač perfektno. In dostakrat potem ljudje želijo, da bi neko stvar naredili, v bistvu delajo, ne vem, poslušajo podcaste, berejo knjige in tako naprej, ok, delujejo na nekem upanju. Če gledava, se pravi, bolj novodobna psihologija temelji na temu, dajmo si želeti, boste vsi zadovoljni, boste srečni, imejte se radi, razmišljajte pozitivno, ampak na koncu vidiš, da če ti hočeš neke stvari premakniti naprej, da je upanje neke vrste psihoanalgetika, in to ni mi konstantno govoril. Upanje je psihoanalgetik in je želja neuspešnih ljudi. In meni je bilo to njegovo razumevanje, se pravi, kako sem jaz do Tonija prišel, da sem jaz skozi iskal nekoga, ki bi mi znal reči coachati ali pa da bi mi znal neke stvari na drugačen način razlagati. In vse, kar sem jaz v preteklosti sprobal, pa sem res ogromno stvari sprobal, govorim veliko stvari sprobal tudi iz nekega vidika pač coachinga. Vse to, kar sem jaz pred drugih slišal, je bilo to, to si jaz lahko preberem v knjigi, nič novega. Vse to ne. Ker so pa s Tonijem, Toni mi pa skozi, se pravi, razumevanje psihologije, biologije, kineziologije, da v neko pogled, kako so stvari med seboj prepletene, pa če hočeš ti neko spremembo narediti, da je to vezano na neko delo, da ni to zdaj, da si ti samo želiš, da se bo neka stvar spremenila. Jaz bi rekel, da Toni je bil iz moje perspektive vrhunski v tem, da ti je določeno situacijo, ki se ti naredil full big deal, da te je znal pomiriti, pa da ti je znal razložiti, da je to nek normalen pojav, in kako potem skozi to situacijo tudi je tvana, da je imel pač ta feeling in tudi, da je v bistvu imel samo ogromno pač izkušenj iz prakse, da ni bil samo v neki teoriji, ampak da je bil tudi pač v praksi. To se pravi, nekako sprejemanje je tisto, kar je prvo, da moraš dejansko narediti, če hočeš imeti kontrolo nad situacijo, pa se bolj počutiti. Verjetno je znal stvar razdrobiti na manjše delčke, da si ti lahko mogoče... Mislim, eno je to, pa, da dostakrat ljudje, ko spet, če se vrnemo na socialne medije, je to, da dostakrat pač se primerjamo z nekom drugim.
Ja. In enkrat se spomnim, sem imela z nekom drugim ali pa tvojo idejo, kaj nekdo drug je. Ja, točno tako. Ne? In pol to, kar sem imela s Tonijo, doskrat pač debate, ta občutek lastne vrednosti. Okay, če je nekdo tako dober, zakaj jaz ne morem biti dober. Ne? In se spomnim, danes, ko sem razmišljal o podcastu, sem se pol spomnil ene debate, ki sem imela, takrat, ko sva s Tonijo čisto na začetku začela delati. Jaz Tonijo pač rečem, da sem bral v neki reviji, da sem bral članek v neki coachingi. In jaz rečem Tonijo, meni se zdi, da jaz nikoli ne bom tako dober, kot je ona. Se pravi, bilo je predstavljeno, kje ima pisarno in tako naprej. In Toni reče, ne pritožuj se, pa bod zadovoljen, ker si. Ker večina teh, kar vidiš, da se tako pač dajo nazven, da so neki, po drugi strani čakajo, da jih nekdo pokliče. In on pač to je bilo malo tako v hecu rečeno, ampak veš, doskrat je to, da ljudje na podlagi tega, ker mi vidimo na socialnih medijih, če bi mi dejansko res se postavili v realno življenje pač teh ljudi, je to, da na koncu verjetno noben izmed nas ne bi hotel imeti takšnega pač življenja. Veš, jaz tudi doskrat pač rečem, da ali pa strankami, ki delam, pa ki so tudi zelo uspešne, je to, da jaz verjetno se ne bi od nobene stranke vzel njihovega življenja. Življenje v tem kontekstu je koliko neke odgovornosti vzame to, da ti neko firmo vodiš in tako naprej. In to mi je dal pač neko, bom rekel, razumevanje, pa kako tudi v določenih situacijah, ne da mogoče posameznika vedno rinaš samo v neko globino, ampak da ga znaš tudi umiriti, pa da on razume v bistvu situacijo prizemljiti, in da tudi kako ta občutek lastne vrednosti dejansko popraviti, da se ti ne ukvarjaš toliko z drugimi, ampak da se ukvarjaš bolj sam sabo. Bravo. Prej si eno stvar omenil in sicer rekel si upanje, Rekel si upanje, kako že, lahko ponoviš? Upanje je želja neuspešnih. Tako. A bi rekel upanje v tem primeru, da je v bistvu nekako ustvarjanje pričakovanj? V tem kontekstu? Ne, jaz bi rekel, veš to, da se pravi, ljudje danes hočejo neke stvari narediti naprej, ampak se vedno ukvarjajo s tem, da ko bo to pa to, bo naredili to pa to. Ali pa ne, sem prebral to psihološko knjigo, težavo narediti zaradi tega pa tega naprej. Če govorijo se prav skozi neko energijo, se pravi, če ti hočeš neko stvar spremeniti, če hočeš nekaj povedati, je to, da ti ne moreš to narediti psihologijo. Ampak je to, da moraš uporabiti usta, moraš uporabiti roke, moraš uporabiti noge, da se ti nekam premaga, se pravi, kineziologija. In veš, upanje, pa je sečem mogoče malo bežanje tudi v neko duhovnost, pa pretirano spiritualnost, a veš, ti da pač ta občutek, da ti nekaj spreminjaš korake naprej, ampak na koncu pa sam vidiš, da če hočeš ti res nek korak naprej narediti, ali v partnerskem odnosu, ali v poslu, ali na telesni ravni, se pravi pri športu, kjerkoli, je to, da moraš ti začeti dejansko pač stvari delati. Veš, in je veliko lažje, da ti iščeš neka upravičila, zakaj neke stvari ne narediš, po drugi strani upaš, da bo drugače, ampak nisi pa pripravljen za to narediti. Tako, ko se pogovarjala za podcaste. Da bi jaz sam delal podcast v tem trenutku, nisem pripravljen vseh teh stvari sprejeti, ki bi zahtevali za to, da bi jaz dejansko podcast na koncu speljal. Ampak lahko bi pa se mi pogovarjala čisto random, pa bi rekel, upam, da bi mogoče čez 2 leti začel, ali pa čez pol leta, da bi začel snemati podcast. Zakaj pa še ne začneš? Se bom, veš, sam zdaj moram še to pa to urediti, pa bom. Izgovori. In pol upanje ti daje nek občutek, se pravi, kot nekoga, ki glava boli, pa ga konstantno glava boli, ne bo nič naredil, je to, da bo vzel protibolečinsko tableto, da mu bo dejansko malo odlegala. In se na nek način to lažiste in ker noče sprejeti bolečine, pa se vprašati, zakaj sploh ima bolečino. In dejansko se res prepleta. In tako, ki si rekel, ni sam zdaj imaš problem z ramo, verjetno si zakrčen v mišici ali pa ne vem, imaš nek vozu, ki ga boš razbil in pa bo v redu. Lahko je globi, lahko je psihološko, lahko je mislim, če gledava, se pravi, je to, da pa kar mi je tudi, bom rekel, Toni pa Ajeku dal, veš, se vrača nekim osnovnim naravnim principom. In je zdaj to, da veš, če gledava najbolj osnovno kršenje, ki ga dejansko vsi delamo, tudi kdaj vključno z mano, veš, je to, da kršimo čas. Veš, eno je to spet, če se navežem na socialne medije, je to, da ti omogoča, da če si boš dovolj želel, pa če se boš dovolj trudil, boš dosegel rezultat pač v tašnem času. Samo do sadnega na koncu, ki je nekaj dosegel, vidiš, da je to toliko časa vlagal, energije, neke pozornosti, da je na koncu prišel
do nečesa. Ne? In zdaj to, da veš, z kršenjem nekih časovnih zakonitosti, se pravi, veš, da hočemo v zelo kratkem času veliko stvari narediti, da imamo neka nerealna pričakovanja, to na koncu dela trdega, ker si ti dejansko ne moreš nikoli sprostiti, ampak si konstantno pod neko napetost, kaj se bo zgodilo. Ne? In zdaj tudi, če gledava iz neke telesnega vidika, kam ima nekdo bolečino, kaj hočemo narediti? Sprostiti. Ampak hočemo dejansko čim prej iz bolečine. A veš, koga pozna kdo, ki bo čim hitreje ramo zrihto. In pa se rama zrihta in se nek drug problem zgodi. Ampak če tako gledaš, je to kot pri avtomobilu, se pravi, kad ti zasvet neka lučka, je to, da avto peleš na servis, da se kar pelaš. Pri človeškem telesu rame me boli, ne, se je v redu, se je tudi mojega fotra rama bolela, se to je dedno. Ok, samo mogoče imaš iste vzorce, kot jih ima tvoj fotor, oziroma ne, mogoče imaš jih. Ker smo jih na tej točki, zdaj sam prosim poveš iz tega backstorija, kaj točno zdaj počneš, kaj je ta IQ metoda in kako si prišel iz tega, da si nekako bil na osebnem trenerstvu nivoju v ta holističen pristop, ki ga zdaj delaš. To, kar sem že na začetku, veš, kar sem rekel, se pravi, da osebno trenerstvo ni bilo to. Se pravi, sem potem vedno iskal neke razloge, najprej pač presep neke stvari, da bi pač zrihto. Je to, da sem potem prišel, rečel po naključju do IQ-ja. Kaj to pomeni? IQ je, se pravi, kot kratica za akoiti, se pravi ravnotežje. Kar pomeni to, da pri IQ se ti ukvarjaš, kako zmanjšuješ senzomotorno amnezijo, se pravi senzomotorna amnezija, to pomeni, da povratna zanka iz telesa ne pride do zavesti ali pa obratno. Se pravi to, da posameznik se v bistvu bolj začne zavedati svojega mišičnega tonusa, pa zakaj v določenih situacijah odreagira tako pa tako, se pravi, ker je posledica njegovega podzavestnega vzorca. In jaz, ker sem najprej pač pri sebi začel, bom rekel, stvari testirati, je bilo to, da sem začel vedno bolj v bistvu razumeti, da sem jaz bil prej zelo samo racionalni, pa samo v glavi, nisem bil pa v telesu, čeprav sem imel kup nekih težav. In potem sem jaz, se pravi, prek 2 kolegov, ko smo včasih skupaj trenirali, ker sta bila dosti v nekih kroničnih bolečinah, sem potem jaz spoznal IQ metodo. Tako da zdaj večinoma se prav povezujem IQ metodo, to, kar sem se, bom rekel, prek Tonija učil, se pravi, da posameznik zna lažje definirati vzroke za neke kronične bolečine ali pa se pravi posledično tudi podzavestne vzorce in zakaj, čeprav zavestno hoče narediti korake naprej, to, da se vrti v začaranem krogu. Da ima nekaj za razrešiti. Da ima, tako je. Prej si mi rekel, da velik del tvojih lekcij oziroma usmeritev v življenju je prinesla bolečina. Jaz te tukaj zelo slišam in vem, kaj misliš, ker je tudi mene tema naučila daleč največ. A bi mi lahko, prosim, povedal en primer, ko ti je bolečina dala vedeti, v katero smer moraš iti in kakšna lekcija je iz tega prišla, če seveda bi delil? Mislim, se bolečine bilo več, ni bila samo ena. Gre malo bolečino. Mogoče reči tako, da je bila največja bolečina, je bilo to, da sem šel eno tekmo igrati z antibiotiki, da se je meni imunski sistem totalno sesuo, kar pomeni, da sem jaz bil 2 leti pa pol sem se konstantno ukvarjal s tem, da sem bil dejansko pogosto bolan. Jaz sem bil tako na 14 dni, 3 tedne. Kaj, prehlad? Ne, imel sem angino, sem imel ponovadi. In pa jaz sem iskal neke razloge, zakaj se meni vedno znova nekaj dogaja, čeprav ne bi bilo se pravi, tudi to, kar jaz skozi IQ, je to, da posamezniku znam razložiti oziroma da lažje videti, zakaj, čeprav dela v neki smeri, da bi bolj se mu nekaj konstantno kronično pojavlja. In pri meni je bil to recimo en wake-up call, pa kronične bolečine v hrbtu, kolenih, to so bili neki, bom rekel, simptomi. Ampak meni, bom rekel, na koncu, pa da sem šel, bom rekel, tudi v IQ, bi jaz rekel, da je bil bolj ta psihični pritisk nekega, se pravi, novega družinskega člana, neke nove situacije pač v življenju, in zakaj jaz pač na takšno situacijo tako odreagiram. Pritisk v kakšnem smislu? Kaj si čutil? Malo je več različno zdaj, a je oseba introvertirana ali ekstrovertirana, se pravi, spet če se vrneva na neko zgodovino, kakšno je bila njegova otroštvo, kakšno je bila njegova, bom rekel, kakšno je njegova pač podzavest. In zdaj to, da če si ti kot mlajša oseba, pa da nisi navajen prevzemati toliko odgovornosti, to, kad dobiš ti otroka, je to, da naenkrat dobiš lahko zelo veliko odgovornosti. Po drugi strani je to, da sem jaz dost
realist, da se tudi v bistvu zavedam, mogoče bolj kot nekdo drug, kaj določeno dejanje, kakšne prenese posledice. In zdaj, veš, pri otroku je to, da ko nekdo dobi otroka, ful sem vesel, ful super, ok, a se dejansko pač posameznik zaveda, da se bo tvoje življenje zelo spremenilo. Sprav, ne vem, s partnerko ne boš imel več toliko časa, kolikor se ga imel zdaj. 4 leta je to, da boš bistveno več časa podredil otroku, ne boš najbolj optimalno spal. Veš, je kup enih odgovornosti, ki pa za sabo potegne otrok, ti pokaže, kaj imaš ti za razrešiti, pa te to lahko tudi seveda pač mota. Kaj te tvoj pokazal? Kdaj je bilo pač povezano s potrpljenjem, da to, kar jaz kot otrok nisem znal izražati, da je on bistveno bolj izraža, da me je na začetku pri otroku ful motila neka spontanost. Veš, ko to je zdaj spet zanimivo, to, kar se pogovarjava, se pravi, podzavestni vzorci, ko si ti mlajši, pa preden imaš otroka, si rečeš, ko bom jaz imel otroka, jaz sem bil pa čist drugačen, kot so mene vzgajali. In pol je to, da vedno bolj, se pravi, ko si ti v nekih življenjskih situacijah, ker je zate nenavadno oziroma je nekaj novega, je to, da takrat ti bolj vplivaš skozi podzavest. In pol imaš v bistvu vedno vidiš, da skozi čas pa življenjske situacije je, čeprav da ti nočeš, da imaš takšno življenje, kot tvoji starši, je to, da reč v narekovajih, te življenje vedno bolj sil, da si takšen. In zdaj, če posameznik se tega ne zaveda, pa da ne razume, kaj se mu dejansko pač dogaja, pa zakaj čeprav zavestno hoče na drugačen način delati, podzavestno dela pa na takšen način, je to, da potem pač reče, ok, vse starši so imeli pa prav, da so me vzgajali na takšen način. In recimo pri meni je bilo, se pravi, izključno na začetku pač otrok, bolečine, veš, kako te stvari shendlati, se pravi, da jaz v osnovi sem bolj oseba, ki ima rad čas pa mir za sebe. In zdaj to spet, ko smo se pogovarjali, se pravi, neka resnica, ko ti dobiš otroka, ni vedno samo super, in sploh. In če zdaj gledava, se pravi, mlajšo generacijo, pa to mislim, da že Elon Musk rekel, da bo vedno večja nevarnost oziroma grožnja prebivalstva to, da bo vedno manj ljudi. Se pravi, da bo vedno manj ljudi mlajši, ki se bo tudi odločili za otroka. Zdaj mlajše generacije, kot jaz vidim, da hoče biti v tem principu užitka, ne pa v principu realnosti. In je to, da kad ti dobiš otroka, je to, da se tebi življenje dejansko obrne za 180 stopinj. To je totalno odrekanje temu, kar nekako tudi social media, pa te imangazi, pa te modeli, ne vem, če poznaš to, ki prikazujejo zdaj ta lifestyle, vile, pa deli, pa tam biznis, pa biznis, pa sam biznis, pa 10 žensk z mano. Ta neka scena, noben pa nima neke družine, pa teh vrednot, da bi jih prikazovali na ta način. Mislim, če tako pogledava, posameznik, če ne spreminja nekih svojih vzorcev, je to, da si hoče življenje vedno manj kompleksno delati, ampak si ga hoče v bistvu vedno bolj poenostavljati. Zdaj, tukaj sem jaz mogoče malo, bom rekel, kritičen. Je to, da veš, marsikdo, ki so rekla, začne delati na sebe. In zdaj to, da če si ti sam sabo živiš, je to, da bo tvoje življenje bistveno manj kompleksno, kot pa če si ti v partnerskem odnosu. In pol, ne vem, vidim, da kdo objavlja story, jaz ful delam na sebi, ne najdem primernega partnerja. Noben ni zame primeren, ker še ni dovolj naredil na sebi. Ok, mogoče je pa to, da bi prvi korak največ naredil na sebi, to, da boš najdel ali pa najdla nekega partnerja, ki ti bo dejansko potem šele odkrila, kje imaš ti nek problem. In zdaj, veš, ali si ti samski, ali pač, da nimaš nekega resnega partnerja, ali pa to, da nimaš otroke, to, da si ti kompleksno življenje ful poenostaviš. In je to, da potem, ok, gremo živeti ta pač good life, ampak enkrat te na koncu sreča čas in vidiš, da si ti ful enega časa investiral v neki, nisi pa nič pustil za sabo. A ti je kdaj v življenju bilo žal, da si sprejel neko odločitev, pa te to še zdaj mogoče malo tako vleče v neko travmo nazaj, oziroma neko nesprejemanje te odločitve? Mislim, na koncu je to, da dobiš lekcije, ki jih rabaš. Da bi zdaj rekel, da bi še vedno za nazaj obžaloval, ni. Mogoče pač v tistem trenutku, da sem obžaloval, sam se veš, ko sprejmaš neko odločitev, pa ko misliš, da je najslabše, je to, da se mogoče na koncu pokaže,
kot najboljša odločitev. Ne? To. Kaj bi lahko rekel ljudem, ki jih vleče nazaj v neke spomine ali pa neki, ki si ne oprostijo za neke stvari, ki so jih naredili? Kaj bi jim rekel? Konkretno recimo, da bi kaj, ne vem, da so neko stvar naredili. Ja, da neki obžalujejo, tako kot sem tebe vprašal. Jaz se tukaj strinjam, jaz sem tudi pač mogel iti vase, pa spustiti, pa sprejeti, pa svašta, pa se, v globine, predvsem s Turkom sva to dosti delala, mi je pomagal on. Ampak zdaj tako razmišljam, če je karkoli tazga, ki bi lahko nekdo, ki to posluša, pa se vrača v nek spomin, ko je, ne vem, zgubil neko prijateljstvo, zato ker je izdal zaupanje, recimo, ne? In zdaj ta človek ne govori z njim že 3 leta in oseba, ki je to naredila, ne more tega spustiti. Mislim, eno je to, da veš, recimo temu konkretnemu primeru, ki se je rekel, da je izdal zaupanje, ne? Ja. Veš, kaj ga dejansko še vedno toliko bremeni. Ali je to, da se ukvarja s tem, kaj je on naredil, ali da je izgubil osebo, s kateri je to naredil. Okay. Se pravi, če je izgubil osebo, ker je pač naredil, kateri je to naredil, veš, ima neko opcijo, da se s to osebo pogovori, pa da je pač prizna neko svojo napako. Če pa gledava čisto iz tega vidika, se pravi, na kakšen način je delo, kaj si se zdaj iz tega naučil, pa kako lahko v zdajšnjem življenju to stvar spremeniš. Veš, kaj neka pretekla izkušnja, ki jo je pač posameznik imel, je to, da če tega ne razreša, je to, da se mu bo slej ko prej takšna izkušnja spet ponovila, ki jo ni predelal. Se pravi, da bo konkretna oseba, ki je izdala nekomu ali pa ki je nekaj recimo povedala, pa je izdala zaupanje, je to, da ko bo naslednjič v takšni situaciji, če se bo tega bolj zavedala, zdaj, če isto naredim, je to, da me verjetno čaka enaka posoda, enaka pot. In zdaj klej jaz gledam čisto pač tako, da neko stvar, ki obžaluješ, je to, da gre mogoče še malo bolj v globino, zakaj je sploh pač prišlo do tega obžalovanja, kaj bi bilo drugače, ker dostikrat pol posameznika, veš, ko ti neko stvar nekomu razlagaš, veš, to, kar sem omenil, da smo ljudje dosti v glavi, in ti neko stvar premišljuješ, se pravi, če gledava iz vidika energije, je to, da je premlevanje porabljene energije na neučinkovit način, ampak je na nek rečemo lahko, da je samo destrukcija, ker sam sebe na noter žreš. In ko se ti z nekomu pogovarjaš, pa ko ti postavlja pravilno ali pa boljše vprašanje, kakor pa si jih sam sebe, je to, da potem, ko oseba da te besede ven, ki jih ima znotraj sebe, je to, da vidi, da v bistvu to, da se za neko stvar obremenjuje, da je nelogično oziroma da je pretiran odziv na neko situacijo. Ja, jaz sem slišal eno zelo lepo stvar, mislim, da je bil Eckhart Tolle, sem prebral. Ali pa je bil Sadhguru, da v bistvu ne trpimo zaradi dogodkov, ampak zaradi zgodbe, ki smo si jo okoli tega dogodka ustvarjali. Tako je. In da v trenutku, ko se tega zavedaš, da trpiš zaradi zgodbe, da ta dogodek je že mimo, pač lahko začneš spuščati. Tako. Da ta pravo travmo se pa premaga takrat, ko ti ta dogodek, ki se ti je zgodil, ne glede na to, kako hud je bil, iz njega lahko povlečeš nekaj dobrega, pa rečeš, če se to ne bi zgodilo, zdaj ne bi mogel biti recimo nekaj dobrega, srečen. pa da dejansko pač tudi to predelaš, se pravi, ker jaz vključujem telesni del, veš, da nekdo reče, neko stvar sem predelal, pa skozi, se pravi, delo na mizi, pa vaje, pa vidi, da recimo tega čustva sploh še ni ali pa občutkov sploh ni predelo. Kako to izgleda v praksi? To, kar si zdaj omenil, da fizično predela? Se pravi, zdaj bom zelo poenostavljeno povedal, da ne bo šlo preveliko komplikacijo, ampak je to, da se pravi, telo je tisto, ki ne odpusti, zavest odpusti. Okay? In zdaj to, da imaš ti v telesu shranjene občutke, spomine, in zdaj, ko ti določen mišični tonus v delu telesa, ki se ga mogo kronično krčati, z takšnih in drugačnih razlogov, se pravi, če gledava, zdaj, če bi jaz malo bolj agresivno, da bi jaz zdaj hotel recimo tebe udariti, se pravi, da moj impuls iz telesa ne prije do ven, se pravi, do dlani, je to, da moram jaz konstantno mišico krčati. In zdaj, če se posameznik sploh tega ne zaveda, da mišico konstantno krč, je to, da potem, takrat, ko prije do dovolj velike količine energije iz telesa v zavest, je to, da se oseba začne zavedati, neko zadevo, spolno zlorabo,
žalost, strah, dvom, karkoli, je to, da dejansko potem začuti na telesni ravni, se pravi, da ta občutek iz telesa pride v glavo ali se pa določenega trenutka spomne, ko se počuti, kako se je med vajo počutil. Okay. Se pravi, da nekoga dam oziroma da delam vajo, ki ga mogoče spravim v neko stisko, da se nauči recimo bolj izražanje agresije ali pa to, da je pod nekim pritiskom, da pod pritiskom ne popusti, je to, da takrat brez da jaz osebi nekaj sugeriram, zdaj se moraš pa spomniti to pa to, je to, da oseba po koncu vaje same reče, zdaj mi je prišla na pamet ta misel oziroma v zavest prišla ta misel, takrat sem se počutila, ne vem, ki mi je oče rekel to pa to, in je to, da v bistvu oseba vidi, da je iracionalno odreagirala na neko situacijo, kar pomeni, da posledično se ista situacija dogaja v realnem življenju, ampak se tega bolj zaveda. Šit, stari. Zelo si, a to je bilo poenostavljeno. Ja. Druge stvari sploh slišati nočem, stari. Se pravi, je to, da se oseba na telesni ravni bolj začne zavedati, veš, se pravi, ljudje večinoma se ne zavedajo svojih telesnih odzivov. Ja. In je to, da recimo moški, ženska v partnerskem odnosu odreagira na takšen pa takšen način, se pravi, da do konca dobi neželen rezultat, pa se tega sploh ne zaveda. In reče, sem prebrala toliko pa toliko knjig v partnerskih odnosih, ampak z mojim partnerjem se še vedno skregava. Ja. In zdaj to, da se posameznik, se pravi to, kar sem na začetku omenil, se pravi ta senzomotorna amnezija, pa da dobiš ti občutek iz telesa v zavest, da se začneš bolj zavedati svojih občutkov pa svojih telesnih odzivov, je to, da oseba skozi učenje vaje, se pravi vedno bolj topi to razliko oziroma da informacija iz telesa pride v zavest, je to, da se v danih situacijah začne bolj zavedati stvari. Tako, da se zbudi po domač povedano. Ja, in potem recimo partner, ki nekaj reče, in se partnerka bolj zaveda, da ramena gor potegne, stisne čeljust. In je to dejansko pač isti odziv, kot ga je imela recimo oseba na reči očeta ali pa na neko moško figuro, ker je sprožila pač takšen odziv. In potem, ko se s časom začne oseba zavedati, ok, to ni moj oče, ampak je moj partner, zaradi tega imam tudi takšno alergično reakcijo, ampak je v dani situaciji v bistvu iracionalni odziv, se pravi pretiran odziv. In zdaj, ko ti večkrat ponoviš takšno situacijo, je to, da potem s časoma tudi ti spremeniš svoj telesno podzavestni odziv na to osebo pa na določeno dejanje. In zdaj, ko si preomenil, ko oseba neko stvar obžaluje, je doskrat že skozi sam pogovor, se z nekom pogovarjaš, mu postaviš vprašanje, zakaj tako misliš, a si bil pozoren, na kakšen način si to besedo rekel in tako naprej. In pol oseba reče, ok, se zdaj sam, ko se poslušam, v bistvu vidim, da dejansko pač pretiravam, da bi to zadevo lahko spustil in kaj zdaj sam se poslušam, v bistvu, da sem dejansko bil v neki svoji zgodbi, to, kar si preomenil, ker jaz dejansko pač te zgodbe nočem popustiti. In zdaj skozi, veš, ljudje, bi jaz rekel, da se znajdemo v neki stiski, pa da v neki neprijetnosti, zato ker točno ne razumemo, kaj se nam dogaja. In če zna nekdo zelo dobro razložiti, pa da mu skozi neko njegovo zgodovino, se pravi skozi telesni del in podzavestni del zna primerno razložiti, je to, da potem posameznik bolj razume in ko bolj razume, je to, da potem neko informacijo počasi dojame in začne potem v realnem življenju te stvari postopoma spreminjati. Ja, ta del, da se postavi človek v pozicijo opazovalca, ta je ključen. Tako tudi jaz skozi svoje izkušnje vidim, da ko sem sposoben se zbuditi, pa potegniti mogoče stran od nekega občutka, ki me prevzame, pa je lahko to vesel občutek. Ne bomo govorili zdaj samo o negativnih. Ja. Negativnih, hotel sem reči slabih, kar je bullshit, ampak tudi občutki vzhičenosti, nočeš iti stran od njih, tam se sploh nočeš zbuditi. In jaz, kar sem zdaj začel delati, je, da sem se tudi v unih probal ustaviti in pogledati, ok, a se kle zdaj zame skriva mogoče kakšna modrost, v drugi smeri. Recimo, en primer je bil tak, da sem po sestanku z Žbetom bil zelo nahajpan, veselil sem se live-a itd. No in sem rekel, ok, v redu. Deva ta občutek zdaj malo pogledati lahja, kva se tukaj dogaja, zakaj se je to zgodilo. No in v bistvu sem ugotovil, da je to občutek, ki ga jaz dobim, če delam s človekom, ki je pripravljen vzeti odgovornost. Da je ta odgovornost tista, ki meni veliko pomeni pri človeku, sem rekel, s takimi ljudmi hočem delati. In po drugi strani, neprijetni, negativni občutki, ki se jih zaveš, takrat bi pa takoj rad pobegnil v mir. Mislim, se veš, le spet, če gleda neko bolečino,
Da ljudje, čeprav smo v neki bolečini, je ta bolečina v tem trenutku manjša, kot pa če bi se soočali s to bolečino. In je to, da v sedanjosti se nočemo soočati z bolečino, ampak zdaj spet, če gledamo zakon časa, je to, da je bolečina s časom v bistvu vedno večja. Če greš pa ti na začetku v bolečino, je pa to, da je s časom ta bolečina v bistvu vedno manjša, ker si zaradi tega boljša. In pač to, kar si tudi omenil, jaz dostakrat pač rečem, da posameznik, se pravi, ko se začne bolj zavedati svojih telesnih odzivov, jaz tudi vsakmu pač rečem, ko prije k meni, bo naredila vajo, bo šla skozi nek proces čez, da se dejansko oseba sploh zna predstavljati, da ni to zdaj preveč, kot si ti rekel, mogoče kompleksno, ampak da dejansko to teorijo zna povezati tudi v prakso. In takrat, ko so čustva visoke, je to, da inteligenca pade dol. Ker sem jaz tudi pogosto in pri sebi in pri osebah videl, da ko ti delaš neke stvari, se pravi drugače, kot si ti navajen, pa da spremeniš nek podzavestni vzorc in da si ti fulna hajpan, je to, da hitro greš potem v preveliki čustveni odziv in potem dejansko zaritjo podreš to, kar si ustvaril. In pa rečeš, ne, saj sem vedel, da ne more biti tako dober, kot je bilo. A pa da ne bom jinxno, ne? Ja, in potem si ti hitro v bistvu spet tvoja resnica potrdi, ampak je to, da dejansko takrat, ko si ti nek vzorc spremenil, si bil premalo zavesten, da bi ozavestil, da je bil v bistvu to nek vzorc in da je zdaj pametno, da se malo umiriš, da se na nek način, kot pri treningu, da se adaptiraš na nov, rečem, občutek, na novo količino neke obremenitve, da greš potem lahko spet naprej. Ja, kjero knjigo bi svetoval ljudem ali pa podcast ali pa vir informacij, ki bi jim mogoče to tematiko, o kateri zdaj govoriva, lahko malo bolj približil, če bi jo radi bolj spoznali? Kaj bi rekel, kam bi jih usmeril? Čisto iz tega telesnega dela je, ko telo reče ne, se pravi Gabor Mate ali pa IQ. IQ. Se pravi, če tipkajo IQ, jih bo pelal tja, kamor. Hudo. Kaj pa je, kdaj si pa ti dejansko začutil, da je to, kar bi rad delal? A je bil kakšen specifičen moment ali je bilo to, kar si prej rekel, da si želel nek bolj holističen pristop zbrati? Mislim, eno je to, da je holističen pristop, pa ker sem se, bom rekel, s časoma naučil, da se nočem pa nekaj zavezati, da bom jaz tudi delal naslednjih 10 ali pa 15 let. Jaz mislim, da skozi nekaj časa, da bom jaz na določene stvari spet drugače želel, zdaj, ker bomo več izkušeni in bom mogoče še neke druge stvari zraven vključoval. Pač jaz, ker sem videl skozi neko lastno prakso, da sem videl, da rečo temu, da stvar pije vodo, pa da je učinkovita. Ker jaz vedno doskrat, oziroma ne vedno, doskrat je to, da jaz na nek način potrjujem svojo resnico. Se pravi, da iščem vere informacij, ali pa probavam stvari, ki spodbijajo mojo resnico, da jaz vem, da to, ker je moja resnica, pa to, kar jaz v praksi delam, če to še vedno velja. Ali je to, da obstaja nekaj božjega, pa se po neki drugačni poti lahko pride do končnega rezultata. To mi je ful všeč, kar si zdaj rekel. In večkrat si mi omenil resnico, tako da zdaj bi se rad res dotaknil resnice. Okay. Jaz verjamem, da je resnica vedno movement, torej vedno premik, ne? Nikoli ni stagnacija. Kaj tebi pomeni beseda resnica, pa zakaj v njej vidiš tako vrednost? Če se najprej vrnem mogoče na kontrasmer, se pravi laž, veš, kaj reče, da laž ima kratke noge. In zdaj to, da v bistvu za resnico ti rabiš biti s časoma vedno manj napet, zato ker ne rabiš nekaj stvari tlačiti v sebe. In zdaj, kaj jaz gledam kot resnico, je to, da ti v bistvu začneš vedno bolj sprejemati realno stanje, kako je. Se pravi, zdaj, če se navežem na telo, vedno realni pokazatelj, koliko je nekdo sposoben, pa v kakšnem stanju je to, da je telo. Se pravi, če nekdo k meni pride, pa da reče, da ga boli hrbet, v resnici je pa ful sproščen, pa ima umirjeno življenje, se pravi, to je njegova resnica. Ampak, ok, deva pogledati, če imaš ti takšen telesni odziv, se pravi, ne da meni oseba laže, zakaj, če imaš ti takšen telesni odziv, te potem boli hrbet, se pravi, če bi bil ti sproščen, pa če bi umirjeno živel, načeloma ne bi rabo imeti bolečin v hrbtu, zato ker bi bil dovolj sproščen, da te nič ne bi bolela. In pol, ko se začneva z osebo bolj ukvarjati, pa vidi, da je konstantno napet, da se ne more sprostiti zaradi drugega in tretjega, je to, da potem v bistvu vidi on drugačno resnico, ki je bila prej popačena. In zdaj, ko se nekdo začne zavedati resnice, je to, da pa potem pade iz iluzije v depresijo.
Se pravi, če jaz gledam resnico, je to, da kam te pelje bliže proti temu, da boš bil ti bolj učinkovit. Ker to, kar si sam rekel, ni resnica nekaj takšnega, ker je mogoče za določene stvari ultimativno, ampak ti konstantno premikaš naprej. Se pravi, v tvojem primeru, ko se dobiš otroka, je to, da mogoče ti otrok pokaže neke stvari in ti pokaže neko drugačno resnico, kot so ti mogoče v tistem trenutku pač videl. In zdaj to, da ti vedno, bom rekel, z leti odkrivaš neko resnico, ne vidim pa, bom rekel, smisla, da moraš ti vedno priti čist resnice ali pa podzavesti do konca. Ker je to tudi vprašanje, če je bilo to sploh učinkovito. Ampak jaz gledam, se pravi, eno je to, koliko lahko oseba prenese neke resnice, pa če je to, da ta resnica, če mu pomaga, da živi boljšo kvalitetno življenje. Kakle imaš, vsaj jaz, koliko imam izkušnje, dva ekstrema. Ljudje, ki se sploh nočejo ukvarjati z neko resnico in hoče vse pomakniti na stran, nekdo je pa, ki hoče konstantno kopati, pa iskati neko resnico. Ne vem, težave imam zato, ker mi je mama, ki sem bil star 3 leta, naredila to pa to. Ja. In pol, ko to najde, grem še naprej iskati. Vedno mora nekaj biti narobe, kar mora on vedno mora nekaj, se pravi, da konstantno neko resnico išče, sam po drugi strani pa ne naredi nobenega zapiranja. In je potem to, da tašna oseba lahko manj napreduje, kot pa nekdo, ki 1 do 2 resnici odpre, naleti na neko težavo, ki gremo zdaj spet iskati neko resnico. Rekel si zapre. V kakšnem smislu? Zapre, da ko neko stvar ugotovi, da vidi, kje se je to v njegovem življenju pojavlja, in da to zadevo dejansko pač predela, ne da je konstantno premleva pa vleče naprej. Se pravi, da nekako je nek zaključek tvojega izziva. Da ti neko stvar rečva spoznaš, in da ni, da ti zdaj v tej stvari konstantno premlevaš. To je zaradi tega ne morem narediti to pa to. Kaj bi mogel še narediti, da bi bilo boljš? To si spoznal, kaj lahko zdaj narediš, da bo boljš. To si zdaj ozavestil, to je resnica, gremo zdaj naprej. Se pravi, ta del sem zaprl v tem kontekstu, da ne grem v konstantno premlevanje resnice, ampak da grem na koncu, ko se pogovarjali v neko akcijo, v rezultiranje, da ti spremeniš neko kvaliteto življenja. Ker če ti ogromno stvari spoznaš, pa da v življenju potem nič ne spremeniš, ali je to, da to, kar si spoznal kot resnico, ali ti dejansko kaj koristilo, ali ti ni. Dejansko je to, da še bolj padaš v slabo stanje, zato ker imaš občutek, da je s tabo nekaj narobe. In bolj hoče oseba sebe popravljati, ne pa svojih dejanj. Wow. In bolj se konstantno vrdi, kaj še z mano narobe, kaj moram še na kjer seminar. Točno to. In je v bistvu, kaj je to Sizifovo delo, da si skalo gor vali pa dol pade, zakaj spet nekaj narobe. Kaj misliš, da nas je kot človeštvo pripeljalo do tega, da smo tok fucked up iz vidika, da konstantno moramo nekaj premlevati, razmišljati. Misliš, da je bilo vedno tako? Ne. Jaz mislim, ukvarjali so se s čist drugimi problemi. Če gledava naše starše, pa njihov način življenja je bistveno drugačen kot naš. Starši ali pa moji starši so prišli v 4-5 domov, takrat ni bilo telefonov, mailov, kaj moram še zdaj narediti, 40, 50, 80, kakorkoli programov, ki jih lahko še gledam, se pravi, da si imel ti bistveno manj informacij, bistveno manj si imel nekega decision fatika, kaj bi se ti dejansko odločil, da boš neko stvar naredil, ampak je bilo življenje veliko bolj enostavno. Ampak zdaj, če gledava, je to, da pa naše življenje je vedno bolj kompleksno, nismo pa updatali našega software. In pol je to, da tako, kot bi rekel, da ima software iz leta 1990, uporabljaš pa iPhone 15, ali koliko je največ. 15, kaj zdaj. In pol štekam je, kdaj si ga nazadnje updateal. In tukaj jaz vidim največji razkorak, po drugi strani pa to, da zaradi neomejene količine energije, ki jo imamo danes na voljo, je to, da ti lahko bistveno hitrejš napreduješ, pa ne rabiš se ukvarjati s telesom. Če bi jaz zdaj prišel na podcast iz Kranja s kolesom ali pa na nek drugačen prevozno sredstvo, da ne bi bilo avto, je to, da bi jaz mogel bistveno bolj učinkovito razmišljati, kaj bi jaz čez dan počel. Jaz bi pa lahko, recimo, čez dan bil že v fitnessu, pa bi ful treniral, pa bi imel stranke, pa uno, pa tretje, pa na Šmarno goro, zdaj gremo malo v ekstrema, in jaz bi prišel sem utrujen, recimo.
bi mi dal kavo za spit, bi bil malo boljši, pa bi šel domov in bi lahko živel v bistvu na obratih, ampak ne bi pa rabo spoštovati nekega telesnih zakonitosti. Ne? Ja, a misliš, da nas je to pripeljalo tudi do tega, da je toliko enega odvečnega razmišljanja, premlevanja, da zdaj, ker so nam stvari toliko lažje, a ne, ti imaš praktično računalnik, da ne rabiš iti loviti svoje hrane, naročiš si jo prek Volta, ne še v trgovino ne rabiš, da zaradi tega zdaj ljudje veliko več stagnirajo telesno in zato so toliko bolj aktivni v umu. Mislim, če mene vprašaš, je to, da ena izmed stvari, zakaj marsikdo ne napreduje, zato ker premalo uporablja kmečko pamet. Okay? Ampak je to, da hoče vedno se pravi skozi neko potrditev zunanje okolice dobiti feedback, da je to ok. Ja. Se pravi, sečem, da je to resnica. Da je to resnica, ampak na koncu reče, pravo resnico ti pokaže spet telo. Koliko lahko ti največ delaš, ali pa kjerkoli posameznik je to, da jaz ne morem vedeti, koliko je za njega optimalna količina dela. Okay? Se pravi, za tebe je lahko optimalna količina 8 ur, za mene je 6 ur, kako bom to videl, ne vem, slabš bom spal, bolj sem utrujen, se pravi, okay, telo mi pove, da sem šel jaz nekje v preveč. In recimo z eno stranko, ki sem delal, veš, jaz se dostikrat tudi od strank kaj naučim. Velikrat verjamem. In recimo eno stranko, ki je v poslovnem smislu zelo uspešna, on je oseba, ki ima najbolj kmečko logiko v načinu razmišljanja glede recimo biznisa. In smo bili na enem srečanju, kjer je bil on kot gost. In tako, kjero knjigo priporočaš, da prebereš, kjer podcast, in on tako ne, pa če sem na YouTubeu sem upisal ta naslov, ker me je zanimal in mi je bilo ful zanimivo in sem nekako, ki gremo to v firmi delati. In njegov način razmišljanja je tisti, ki ga dejansko pripelje, ker nima toliko velike količine informacij, ampak tisti, kar se njemu zdi smiselno, je to, da začne dejansko pač delati. In je to, da količina informacij, ki jih mi danes imamo, že pri hrani, pri treningu, pri vsaki zadevi. Meni se zdi, da bi jaz mogel, ne vem, to pa to jesti. Meni se zdi, da je avokado ful zdrav. Pa ti paše avokado, ne, mi ne paše sam. Huber meni je rekel, da je dober. Huber meni je rekel, da je to. In je to, da se pol ukvarjamo z nekimi informacijami, samo zato, da dejansko potrjujemo neko recimo resnico, ki pa ni nujno, da je prava za nas. In zdaj marsikdo spet, če govorijo o tem, kako nekdo naredi nek korak naprej, če se nekdo ukvarja z nekimi basiki, pa zdaj smo tukaj spet pri informacijah. Veš, ljudje se vedno hočemo ukvarjati z nekimi naprednimi stvarmi, pa kaj naj še naredim, da bom imel več energije. Okay, a delaš osnove? Vse vem, sam da mi nekaj, da bom imel ful več energije. Ali pa ne vem, bi nekomu ti recimo svetoval glede marketinga podcasta, da začni podcast snemati, da imaš telefon pa enega gosta povabiš. Sej bi sam da mi povej, kjer mikrofona. Poveš, kjer mikrofona, si že posnel kakšen podcast. Nisem, zdaj rabim še lučko. In je to, da zaradi tega, ker potem konstantno iščemo, rečemo neke izgovore, da gremo v ful veliko kompleksnost določenih odločitev, pozabimo pa na osnove. Da greva na osnove. Zdaj, a so to osnove spanc, hrana, gibanje, hidracija, sproščanje, dihanje. Kaj lahko vsak, brez da fucking izgovor zdaj iz kogarkoli pride, naredi jutri, da bo naredil prvi korak za vsako izmed teh. Da dovolj spi. Dovolj je kaj, 8 do 9 ur, 7 do 9? 7 do 8 ur bi jaz rekel. Ok. Se pravi, da imaš ob istih urah, da greš, ali pa v podobnih urah, da greš spat, pa da tudi ostaješ. In zdaj je tukaj izgovor folka. Jaz moram zjutraj vstati ob 5-6, Pejt spat prej. Okay. Veš, folk bluzi, stari, to sem jaz res opazil. Po koncu do 1-2, pa jamrajo, da spijo 4-5 ur, da oni pač ne morejo drugače, da tako spijo. Meni se je največ spremenil, ko sem začel hoditi spat ob najkasneje 11. S tem, da sem 1 uro pred spancem, torej ob 11 sem bil v posli, lights off, od 10 naprej nisem imel več ekranov. Takrat sem jaz spal najboljš. Knjiga je bila zvečer, uspavala me je, zbudil sem se pa ob 7-8, in sem čutil na telesu. Mislim, ker sem, pa se bom navezal na to, kar si rekel, veš, ker sem se jaz skozi svojo
rečem, zgodovino ali pa kariero naučil. Ne. Se pravi, ko sem jaz začel z zasebnimi treningi, sem jaz vedno neko bolečino ali pa frustracijo, ki je imel posameznik, je to, da sem jaz vlekel na sebe. Njega hrbet boli, kaj moram jaz narediti, da njega ne bo več hrbet bolel. Da njega ne bo več. Ne. Kaj moram in pol po treningu, a mene hrbet boli in pol takoj nase, pač ne lej, da jutri se dobiva, ti bom pomagal, da te hrbet ne bo bolel. Ne. In zdaj to, da če se ti postaviš v vlogo rešitelja, ne, pa da nekoga hočeš reševati, je to, da te bo ta oseba hitro postavila v vlogo storilca. In zdaj tudi, kar jaz delam, se pravi, IQ, za tega imam naziv učitelja, ne, je to, da jaz osebo učim, pa ji povem, kaj je koristno, ali pa probam, da sam pride do tega odgovora, kaj je koristno. In zdaj, če nekdo reče, ok, jaz imam premalo energije, ker hodim prepozno spat, ok, kaj imaš razlog, ne, kaj imaš lahko, da nekdo recimo ima strah pred tem, da zaspi in tako naprej, ampak če greva zdaj čist pač na basic, ne, ja, ok, jaz ne morem iti prej spat, ne, rad bi pa šel, ok, kolikrat si poskušal, nisem, ne. Vsak dan grem spat ob 2, moram pa obstati ob 5, imam pa ful manj energije. Ok, če imaš takšne dejanje, jaz sem ti razložil, zdaj je tvoja odgovornost, da ti stvari delaš. Veš, ker zdaj spet klesva pri tem, se pravi, da greš v princip realnosti. Če nekdo hoče biti boljš, pa če hoče nekdo neko stvar spremeniti, je to, da mora prevzeti stopnjo odgovornosti za svoje življenje, pa tudi za svoja dejanja. Zdaj, če nekdo nečesa ne spoštuje, pa da mu reče, da je težko, je to, da pol mora tudi prebrati drobni tisk, ki pravi, ok, če ne boš delal tega pa tega, sledi to pa to. In če se nekdo s tem strinja, se pravi, ko nekdo k meni prije, pa da reče, da ful premalo spi, ker za takšnih in drugačnih razlogov, ne, in da mora ful delati, da prej ne more spati, ampak da je utrujen, ok, lej, imaš dosti študij, pa tudi skozi izkušenj ti povem, če boš na takšen način deloval, je to, da te v bodoče lahko čaka to pa to. In če oseba reče, da se zaveda tega in da je pripravljena na to, pol je meni tudi ok. Samo je to, da v bistvu se zaveda, kakšne so posledice tega ravnanja. Veš, ljudje dostikrat neke stvari delamo, ampak je to, da pa ne sprejmemo stvari, ki so potrebne za to, da bi na koncu, oziroma ne sprejmemo to, kar so se prej pogovarjale, resnice, ki sledi temu, če ti nekaj kršiš. Zato, tako, da bi rekel, ne vem, da se voziš po Ljubljani. Posledice. Ja, posledice, ampak s tem tudi v bistvu konc resnico. Ne? Veš, če ti dobiš, ne vem, kazen, ker si prehiter vozil, je to, da ne vem, na listu piše, da si vozil toliko pa toliko, se pravi, to je neka rečeva resnica, ki potrjuje, da si nekaj kršil. Ja. Ne? In zdaj, če nekdo, to, kar se je rekel glede spanja, jaz ne morem iti prej spat, ampak vsak dan se zbudim ful utrujen, ok, da je probi iti prej spat, pa ne imeti elektronskih naprav. Ja, jaz pa tega ne morem, ok. Sam pa moraš tudi sprejeti posledice. Ok, to. Ne more iti eno brez drugega. To. Potrebno je žrtvovanje nečesa. Ja. Omenil si strah pred spanjem. Torej, tudi, ja. A si imel kakšnega, ki je se s tem spopadal? Ja. Kaj to pomeni? Recimo en takšen primer je, da je bilo v bistvu strah osebo zaspati, ker se je bala, kaj bo naslednji dan. In če bo lahko to, kar bo imela kot obremenitve, če bo lahko to zmogla. Pa se v obremenitvah pogovarjava o resnih problemih ali imaginarnih? Mislim, o resnih. Če ti precenjuješ svoje zmogljivosti, pa da se v enem dnevu preveč stvari naložiš, je to, da potem tudi sam sebe sprašuješ, a boš ti sploh to zmogel, imaš pa posledično strah, da neko stvar recimo rečeš, da je ne moreš narediti ali pa da je prestaviš na kasneje, se pravi zdaj spet če gledava skozi neko podzavest, a veš, zakaj ima oseba strah pred tem, a bo jutrišnji dan zmogla, zakaj se boji jutrišnjega dne. Zdaj, to, kar se zdaj pogovarjava, to je zelo tako, bom rekel, poenostavljeno povedano. In se potem lahko pač z osebo, ko se pogovarjaš, reče, ne vem, ko so starši ali pa v domačem okolju je bilo vedno zvečer ful nekega kreganja. In sem, recimo, ne vem, me je bilo strah za spat, naprimer, je lahko recimo ena izmed stvari. Ali pa oseba pogleda na urnik, ok, jutrišnjega dne me je strah, ali bom jaz sploh to zmogel, ker vem, koliko me čaka nekih obremenitev. Ja, pa nek težek sestank, psihološko težek, to se je zdaj spomnil, zdaj se mi je vrnil en spomin hudo, ker sem odpoved dal, po 5 letih, ker sem delal v agenciji, šel na svoje pol. Koliko sem dejansko jaz vse sestanke, ki so me čakali, tako 3 mesece varianta, vsak sestank, meni so se v glavi vrteli scenariji.
In te scenariji so bili 90% slabi stari. Ja, sem kle, ko smo vezani ali pa ko so se pogovarjali z neko resnico, ne, pa ko so rekla, da resnica boli, ne, veš, da marsikdo, se pravi, zdaj kle spet, če gledava skozi neke vzorce iz preteklosti, ne, veš, da je marsikoga je strah povedati resnico, ker če bo povedal resnico, pa pizdarija. In sem raj štiha, ne. Sam pol na koncu nastane še večja pizdarija, ne. Si tih, sam nisi tiha, ne? Lih recimo pred kratkim sem imel za eno firmo, smo imeli delavnico, ne? In eno izmed stvari, ki so izpostavili, je to, da so izpostavili problem komunikacije, ne? In potem, ko smo se pogovarjali, ki vidijo problem v komunikaciji, je to, da povemo stvari tako, kot so. Se pravi, da povejo resnico. Samo je to, da ti poveš resnico, je to, da iz druge strani dobiš nek pritisk, ne? In zdaj, če se pogovarjava, se pravi, resnica ti omogoča neko sproščenost. In zdaj spet gledava to, da vsi bi radi bili sproščeni, ampak bi radi samo se sproščali. Se pravi, ne vem, meditacija, dihanje, you name it, ne? Ja. Ampak, če hočeš biti sproščen, je to, da moraš nekaj spremeniti v svojem življenju, da boš lahko sproščena. Ne? Ampak to spet zahteva, da greš ti skozi neko neprijetno izkušnjo, ki ti bo potem omogočalo, da se boš ti počutil drugače. Ne? Se pravi, skozi ko jaz razlagam to skozi čustveno zrelost, ne? Da ti vedno bolj znaš prenesti močnejša čustva iz druge strani, ali pa da močnejša čustva ti izražaš na primeren način. Ja. In potem je dostakrat tako, da oseba, to, kar si ti recimo omenil, vedel sem, ne vem, 3 mesece že, da bi bilo dobro, da nekaj naredim, ampak sem kar čakal. Ja. In ko ti potem, ali pa ko posameznik bolj razume, zakaj ima takšno potrebo, da potem očaka, kjer vzorc ga uvera pred tem, da bi naredil tak korak naprej, in ko dobi razumevanje pa zaupanje v svoj telo, se pravi, spet če govoriva skozi vaje, je to, da potem pač vidite, jaz to lahko zmorem. Veš, jaz to, ker sem se tudi pri Toniju naučil dosta, ali pa naučil, ker mi je dal to analogijo šport, realno življenje. Ne? Veš, realno življenje oziroma šport je tisto, ki ti pove, koliko si zmožen. Koliko si zmožen, 80 kg bench, da greva stestirati. Nisi sposoben 80, ampak si sposoben, ne vem, trenutno 60. In je to, da če ti neke stvari v realnem življenju potem rezultiraš, je to, da si potem ti lahko sproščen, ker ne rabiš imeti nekega pritiska po povišene energije v sebi, ampak se lahko sprostiš. Če bi šlo zdaj nazaj odsajt z mano, v situacijo, ko sem se jaz obremenjeval s tem sestankom, recimo, hotel sem da tudi povedne, me je bilo ful strah. Kaj bi mi takrat rekel, oziroma kako bi izgledal najen pogovor? Eno je to, da bi te vprašal, kaj je najslabši možni scenarij, kaj se ti lahko zgodi. To, da se se to, ale. Že s tem pač dejansko, ko gledam, kaj je resnično najslabši scenarij, ki se lahko zgodi, jih zelo veliko njih imaginarnih odpade. Ampak kaj je recimo najslabši možni scenarij? Da popizdijo in rečejo, kako sem lahko taka slaba oseba in da pač nimam kontrole nad počutjem nekoga drugega, bi jaz rekel. Zakaj bi ti svoje dejanje povezal z občutki nekoga drugega? Se pravi, kle gledano je to, da si ti vezal. Ker mi je mar, kako on mene vidi, da sem mu všeč. Ja, samo to je povezano z občutkom lastne vrednosti, ki ga dostakrat dobimo skozi neki referenčni model ali pa skozi primarno družino. Če bom naredil to, pa to bom jaz Zdaj, kle v tem konkretnem primeru bi dal se pravi, kakšno bo tvoje dejanje oziroma to, kar boš ti naredil, nima veze s tabo. Ti si izrazil svoje mnenje in to, kar ti bo on dal feedback, to ni se jezil on na tebe kot na osebo, ampak se ni strinjal s tvojim dejanjem. In je to, da dejanje je tisto, ki tebe definira, ne pa ti kot osebo. In je to, da se ti izključno ukvarjaš z dejanjem, ne pa sabo. Torej, da se distanciraš dejansko da ne vzemaš osebno. Ja, se pravi, če gledava spet, se pravi, veš, ne vem, skozi šport, veš, če bi se Dončić, ko bi primer recimo falil zadnji met na tekmi in da bi se on naslednjo tekmo še vedno ukvarjal s tem, da je falil zadnji met, je to, da bi zelo težko rezultiral, ker bi bil še vedno v preteklosti. Ne bi bil v sedanjosti. In zdaj, če ti vežeš nek rezultat na občutek lastne vrednosti, je to, da bo zelo težko rezultiral, ker se boš vedno ukvarjal sam s sabo. Če bom naredil to pa to, potem sem jaz če tega ne naredim, jaz nisem in potem skozi neke konfliktne situacije, se pravi, zakaj ljudje ne grejo v konflikt,
mislim, so tudi drugi razlogi, ampak eden izmed teh razlogov, zdaj, ker če bom jaz izrazil svoje mnenje, kaj si bo oseba mislila o tebi. O tebi si ona, in klej smo zdaj spet pri nekih zgodbah. Ti si narediš neko zgodbo, če bom jaz ne opovedal, to si bo on o meni mislil, da sem jaz, ne vem, to pa to. Kaj pa če ta oseba, ki ti to poveš svoje mnenje, je to, da v tvojem referenčnem modelu dojemanja sveta misliš, da bo oseba odreagirala tako pa tako, ali pa si bo o tebi mislila določeno zadevo, ampak je potem, če bi to osebo vprašal, ki si bil z njim, ne vem, na sestanku, se neko stvar pogovarjal, bi lahko recimo rekel, ne, le se to, kar je izrazil, se jaz čist strinjam in mi je okej. Ja. Da je čist druga v bistvu, kako je že percepcija pa perspektiva sta, dva različna pojma. Eno je perspektiva, da ti se osebno ne povežeš s to zgodbo, percepcija je pa, da si se povezal. In veliko bolj boš deloval, če boš uporabljal perspektivo in ne percepcijo. Tako je. Zdaj recimo v tvojemu konkretnem primeru, se pravi manj, ki bi se ti ukvarjal, se pravi jaz tudi skozi vaja, pa da razložim, pa zakaj, pa na kakšen način v bistvu trenira to, da ne povežeš dogodka sabo, se pravi, da dejanje ni tisto, ki definira tebe, je to, da mi je potem vedno manjši strah, zato ker si ti ne bi ukvarjal sam sabo, ampak bi se ukvarjal na kakšen način povedati, potem spet so pač vaje, kako zdržati ta pritisk, pa da ti ohraniš rečemo mirno kri. Ja, ker jaz velikokrat slišim ljudi, pa meni so tudi pisali v DM, kako ne dam odpoved, ali pa nočem več delati itd. In sem bil tako zelo v neprijetni situaciji, ker sem tako, da mogoče napiš nekomu, ki se s tem ukvarja, na malo bolj profesionalnem nivoju, ampak en del mene je pač vedel, kaj je resnica tukaj in kaj morajo narediti. Pač face the music. Pej tja, povej svojo resnico in to je to, kar se zgodi, se zgodi. Kaj imaš za zgubiti? Sam klej doskrat tudi čut povezano, veš, da oseba ima težavo, recimo, da to odpoved zato, ker se boji, da bo zgubila nek občutek varnosti. Ja, ampak jaz, ki sem bil na tej svoji strani, mi je bilo vse logično, ker sem bil pa jaz v tej situaciji osebno, je bilo pa panika. Veliko lažje je biti drugim pameten, kot pa sam nekaj narediti. In tukaj bi recimo eno stvar rekel, ko sem jo slišal, ki je Gregor Kosi, tvoj sodelavec, partner, kakorkoli, povedal na podcastu od Klemna, po moje. In sicer je bila scena, prosim, ne jo zgubiti. Odplavala. Jaz sem zelo iskren do drugih, in je rekel, ampak a si iskren do sebe? In ta situacija, mislim, da je tukaj ta glavna prafolko, da če bi bili res iskreni do sebe, če bi fokus namenjali temu, da smo iskreni do sebe in da naredimo ono, kar mi mislimo, da je prav, ne bi izgubljali časa s tem, da bi se ukvarjali, kako bomo iskreni do nekoga drugega. Ja, sam klej so spet vezano o tem. Eno je to, kaj si bojo drugi mislili o meni, se pravi, eno je to, ali ljudje delajo na marketingu ali delajo na osebnih kompetencah. In zdaj, če ti do nekoga nekaj pričakuješ, je to, ali da ta pričakovanja ti dosežeš sam pri sebi. Jaz mislim, da večina ali pa marsikdo se dejansko znotraj sebe zaveda, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bil boljš, samo ga je strah posledic tega dejanja. Posledic spremembe. Posledic spremembe, pa kaj bo potem dejansko se v njegovem življenju spremenilo, se pravi, če gledamo, da smo vedno v neki comfort zoni. Jaz želim od tebe, da si ti bolj iskren, ampak sem jaz dejansko iskren do tebe. Pa najprej v prvi vrsti seveda pač do sebe. Zdaj, če ti, to, kar je Grega rekel, če ti nisi sam do sebe iskren, je to, da boš zelo težko do drugih pričakoval, da bojo iskreni do tebe. Sam in pol, da sem jaz neupravičeno pa jezen na tebe, ker ti nisi iskren do mene, ker jaz v prvi vrsti nisem iskren do sebe. Mi smo spet tam, vse kontrolo imaš sam nad sabo. Mislim, ljudje v osnovi zelo radi, pa to, kar si rekel, jaz pač iskreno povem, da tudi neke stvari, ki jih jaz recimo razlagam pri delu ena na ena, ali pa ne, kakje napišem, ali pa to, kar se danes pogovarjava, je v teoriji bistveno lažje narediti, kot pa na koncu pač v praksi. Yep. Ampak je to, da če pa imaš nekoga, ki ti pa pomaga, da te pelje skozi to pot, pa da ti da neko razumevanje, se pravi to, kar si ti omenil, 3 mesece sem premišljeval v temo, da če bi mogoče dobil neko bolj primerno razlago, pa da bi razumel, kaj se ti v tistem trenutku pač dogaja, to, da bi se znal bolj umiriti, ne bi to situacijo toliko potenciral in potem mogoče ne bi rabo 3 mesece, ampak bi rabo 1 mesec, da bi neko zadevo
zaprl, Ja. se pravi, da ne bi nek dogodek pač vlekel, ampak zdaj, če si ti 3 mesece v nečemu premišljuješ, je to, da ti, ki si bil s partnerko, ki si šel nekaj drugega delati, to, da ti nisi bil prstvarjen, ampak si še vedno razmišljal o tej zadevi. Se pravi, nisi mogel biti sproščen. Nisi bil v trenutku. Nisi mogel biti sproščen, čeprav si hotel biti sproščen. Sproščen si dejansko lahko samo v trenutku, a ne? V trenutku pa, če dejansko... Ker v telesu si lahko samo v trenutku. Ja. Ne, telo lahko čutiš samo zdaj. Ampak veš, je to, da posledično moraš pa tudi v okolici poskrbeti za to, da si ti lahko sproščen. Ja, sigurno, ja. Sigurno. Ker tako, mislim, se je res, da na noter mi vplivamo na naše počutje zelo veliko, pa kaj si mislimo, ne, tudi ko se boš počutil. Ampak stari, če si ti v ogabnem okolju, če si ti v okolju, ki ti tega ne dopušča, mogoče komu rata, kažemo Sadguruju ali pa mislecu, da lahko sedi v kaosu, pa je tako pomirjen, ampak večina nas smrtnikov Ja, vse veš, misli vplivajo na tvoje odločitve, odločitve vplivajo na tvoje dejanje, dejanje vpliva na končni rezultat. Ja. Zdaj taš nekaj imaš misli, pa posledično to s kakšnimi ljudmi se tudi družiš. Američani nimajo zastonj reči, da si povprečje 5 ljudi, s katerimi preživiš največ. Bi se strinjal s tem. Ja. Mislim, jaz, ker že recimo vidim iz prakse, veš, da najboljši, jaz temu rečem, marketing je referral, oziroma po slovensko je pač od ust do usta. Ja. In zdaj, če vem, da je nekdo, ki je meni ok oseba, pa da se z njim štekam, je to, da bo posledično tudi mi pripeljal človeka, ki je zelo podoben njemu. Hudo, smart. Lepo, da si to povedal. To bom pa tudi jaz uporabil zdaj naprej, kdaj, ko se bom s kom pogovarjal. Dejansko je to tudi point influencer marketinga. Eno podjetje manjka, influencer marketing sisteme postavljamo podjetjem. In z influencer marketingom je bilo tako, da se je razvil zelo hiter in spet ni dojemil software. In kar se zdaj dogaja je to, da ljudje bi samo količinsko ogromno tega delali sodelovanj, ne pomislijo pa, zakaj jaz neko sodelovanje delam, pa s kom sploh hočem sodelovati. Kaj je ključ influencer marketinga danes, je to, da ti najdeš človeka, ki ima skupnost, ki mu že zaupa, zato da ti te skupnosti ne rabiš prepričevati po drugih kanalih, da lahko zaupajo tebi. Andrew Huberman, perfekten primer, ki smo ga že prej omenili. Mislim, se to, če se navežem ali pa če povežem to, kar so se nazaj pogovarjali, se pravi količina informacij. Ja. Jaz mislim, da v določenem trenutku bo bolj pomembno to, da imaš prave ljudi okrog sebe, kakor to, kakšne imaš ti informacije. Ker če imaš ti človeka, ki je že določeno pot prehodil, pa da je že šel čez določene lekcije, je to, da ti bo znal skozi količino informacij, ki jo ti imaš, ti bo znal povedati, kaj v praksi dejansko deluje, kaj pa lahko vržeš stran. In zdaj učenje, pa študiranje na zalogo je na koncu zelo neučinkovito. In zdaj, če imaš ti prave ljudi, ali pa zakaj jaz recimo sem sploh v preteklosti, pa še vedno zdaj pač pomen nekega mentorstva, coachinga in tako naprej. Se pravi, da imaš ti osebo, ki jo dovolj zaupaš, da ti dejansko prehrani čas pa energijo, da ti ne rabiš delati napake, ki jih je nekdo že naredil na sebe. In je potem zdaj spet, če smo pri vidiku učinkovitosti, zakaj bi jaz zdaj recimo bral 10 knjig, pa se spraševal, a je to učinkovito, pa potem vidiš, da vseh 10 knjig, oziroma ne bom rekel, da ni nič neučinkovito, so določene stvari, ki so pri vsaki knjigi lahko pač nekaj uporabnega, ampak ti nekdo v praksi lažje pove, okej, v praksi je pa to malo drugače, kot je pa v teoriji. Ja, stari. Veliko sploh mladih, ki sem imel nekako na tem mentorstvu ali pa karkoli, mi je omenil, da ne morajo nekaj narediti zato, ker overthinkajo. Jaz pa full overthinkam. To je bilo fulkrat izgovor. In po sem enkrat rekel enemu, stari moj, a si ti ziher, da preveč razmišljaš ali sam premalo delaš? In zelo radi ti ljudje razmišljajo o biznisu, pa o projektu, pa to bomo naredili, pa strategija, pa tako bo marketing izgledal in izgublja se tukaj ogromno enega časa. Kaj pa step one? Naredi prvi korak. Ja, ne vem, kva je. Ja, dej, kaj je fokus. In v bistvu, sam hočem deliti, kaj sem videl v praksi, da je človeku pomagal, je bilo to, da ko so prišle misli glede tega, kaj bi lahko, pa kaj bi lahko, dihanje. Reset,
pa pejte narediti en test v povezavi s tem, če imaš takrat čas, ali pa nekaj drugega pejte delati. Nehajte to biti v glavi pa mentalno masturbirati. Ne? In to je točno to, kar sva se pogovarjala. Ogromno informacij, prej je bilo samo klej na računalniku, zdaj imamo še telefone, a ne? Mislim, veš, pa dosti je pogojeno, se pravi, če jaz gledam skozi nek razvoj človeka, ne? Ja. Veš, je to, da danes verjetno nikoli v zgodovini ni bilo možno, da ti lahko tako hitro napreduješ, kot danes. Ja. Se pravi, če gledava, je to, da ti danes lahko z neko internetno idejo pred 20 letih postaviš milijardno firmo. Ja. Ok, mogoče malo pač pretiravamo. Ampak, ko greš ti v osnovno šolo, je to, da smo vsi med sabo enaki. Pa greš v srednjo šolo, je že mogoče malo več konkurence. Stari, a v osnovni šoli, a misliš, da res stari? Ker tam začneš ocene dobivati, ne? Ja, mislim, imaš nek ta vrednostni sistem v smislu, kakšno imaš oceno, ampak jaz bi rekel, da se ti ne ukvarjaš toliko svojo prihodnostjo še pri tistih letih, kaj boš ti počel. Se pravi, vsi enaki, govorim v tem kontekstu, se pravi, imaš 24-25 otrok, ki bojo šli skozi proces 9 let, nekdo bo imel trojko, nekdo 4, nekdo 5, bomo šlo malo slabše, malo boljše. Ko greš v srednjo šolo, nekaj izbereš, ampak ti še ne razmišljaš toliko v svoji prihodnosti. Veš, pokaj naenkrat, ki je konec srednje šole, je to, da se ti začneš bolj ukvarjati z realnim življenjem. Ok, en je šel na medicino, jaz grem, ne vem, na pravo, jaz sploh ne vem, kaj bi delal. So spet pri vrednosti, ne? Pri vrednosti, ampak je predvsem tudi, da veš, kaj bom jaz zdaj v življenju delal. Če je, ne vem, nekdo na internetu ali pa na Instagramu toliko sposoben, zakaj ne morem tudi jaz tega narediti. Ja. In pol gremo ideje, gremo tretje, in pol, ko si to rekel, ok, a bomo sploh kaj rezultirali, se bomo samo v bistvu pogovarjali, da bomo neko stvar naredili korak naprej. Veš, kolikrat smo se mi stari dobili še dolg nazaj, to je 10 let nazaj, če ne več, pa kakšen joint kadil, pa ne, naslednji Zuckerberg, pa take scene, pa to moramo realizirati, to bo najboljša ideja, ki bomo naredili. Naredili nismo, stari moj, nič. Mislim, veš, spet, če pogledaš z vsako neko izpostavitvijo, ki ti narediš, je to, da potem spet iščeš oziroma dobiš nek feedback iz okolice. Se pravi, zdaj, če bi najo bilo strah odziva okolice, pa kaj bojo drugi rekala, je to, da bi verjetno se mi da še vedno na kavi pogovarjala, pa ne bi bilo zdaj na podcastu. Res je, ja. Veš, in lahko zdaj govorimo sicer v prihodnosti, veš, lahko je nek slab komentar, lahko je ok, dober, rečeš ok, nekaj je bilo dobro, samo je to, da tudi recimo nek slab komentar ti pove, ok, kaj je dobro, da nekaj spremenimo, in zdaj, če ti to dojemaš kot negativni feedback, aha, ok, lej, jaz sem se enkrat izpostavil na podcastu, jaz ne bom nikoli več, jaz sem pač failil, samo veš, če zdaj oseba to, kar so rekla, poveže nek fail s sabo, ne pa s tem, kaj bi lahko boljš naredil, ali pa boljš razložil, ali pa boljš povedal, ok, jaz se ukvarjam zdaj z dejanjem, ne pa sam s sabo. A bi rekel, da je to v bistvu to, kar se zdaj pogovarjava, kako ti vidiš situacijo, kakšna je tvoja reakcija na situacijo, zelo stoično. A bi rekel, da s tem v bistvu ti oblikuješ resnico, ki jo ti želiš verjeti. A bi lahko to povezal nekako z resnico, ker to sta lahko obe dve resnice. Ja. Jaz ne delam podcasta zato, ker sem dobil en komentar, ali pa moj podcast je danes boljši, kot prejšnji, zato, ker sem dobil en komentar. Ja, samo veš, pol spet gledaš, veš, kaj tebe driva v to, da imaš ti tašno resnico. Se pravi, to zdaj spet, če gledava, se pravi zavest pa podzavest. Pa do en recimo praktičen primer. Ja. Veš, oseba si želi, da bi bila ful poslovno uspešna. Ja. Ampak ne glede na to, koliko se trud, pa koliko ima nekega social proofa, je to, da ne more na koncu rezultirati skozi nek finančni rezultat. In bolj, ko se to osebo pač pogovarjaš, pa to, da vidiš, da v podzavesti, da pa njegov oče je imel tudi to prepričanje, da ne sme veliko računati, da so itek iz podeželja, da so oni niso nič kaj posebnega, da so nevredni in tako naprej. Samo je to, da potem v bistvu oseba se ne zaveda tega, da je to v njegovi podzavesti, zavestno pa deluje na drugačen način, samo pa rezultat takšen. In pol to, kar so se pogovarjali tudi pri vzgoju otroka, da oseba vedno bolj, kaj je starejša, pa kaj nima želenih rezultatov, ja, sej, ne vem, fotor je imel pa prav, sej, mogo bi se zadovoljiti, da delam to pa to, In zdaj potem ti skozi to, kar si rekel, s potrjevanjem neke resnice, delaš v bistvu stvari, ki ti to potrjujejo, Če bi ti zdaj dobil negativni feedback, ja, le, se sem vedel, da se jaz ne bi smel izpostaviti na podcastu, zdaj jaz podcasta ne bom več delal, Ok, negativni feedback, kaj lahko spremenim, ok, gremo naslednji podcast malo boljš narediti, In če si ti pri
prvi negativni informaciji pač ostaviš, je to, da boš vedno bolj potreboval svojo resnico, ki ti hočeš imeti. Ok, se pravi, a bi rekel, da to resnico, ki jo želiš imeti, to, kar si rekel, ne? A bi rekel, da je bolj povezana na nekem zavestnem nivoju, ali da je ta prava resnica skrita v podzavesti? Kje je ta prava? Ta, ki veš, da bi jo rad imel, ali una, ki dejansko je od zadaj, nad katero nimaš nekako kontrole? Mislim, jaz gledam predvsem iz tega vidika, kaj je učinkovito, pa kaj je neučinkovito. Ok, super. Okay? Zdaj, če vidiš, da je nekje neučinkovito, ti pa zavestno želiš, da je nekje druge, mislim, da zavestno želiš, da je drugačen rezultat, ne? Se pravi, nekje problem v sistemu, da ti dejansko ne dobiš te povratne zanke, kaj je pa pod zavestjo. In ko se ti zavedaš, zdaj vsakič, ko sem v tej situaciji, pa jaz lahko zavestjo spreminjam odziv ali pa zavedanje tega, da me je potem ali vedno manj strah, ali pa da imam vedno manjši odpor do tega. Se pravi, bi rekel, da je sposobnost gledanja oziroma se odrekati se nekih sedanjih mogoče užitkov, zato ker bi rad poskrbel za boljše življenje v prihodnosti. Da je to povezano s tem. Boljše življenje, posledično boljše življenje v prihodnosti, pa se zdaj, če gledava, se pravi skozi neko evolucijo, se pravi, mislim, da je to Jung rekel, da to, kar ti nisi predelal, je to, da bo potem tvoja generacija tako, naprej pač predelala. Zdaj, če ti kot starš določene stvari pri sebi spreminjaš, je to, da bo potem naslednja generacija imela manj dolga za odplačati. Če ne pa to, da je v bistvu dolg vedno večji, na koncu evolucije zaključi in tista vrsta, ki je neučinkovita, zaključ zgodbo in se ne nadaljuje več naprej. Kako gledaš na to, kar smo? Kakšna je tvoja, zdaj bom malo mogoče v tako, ti boš zbiral resnico. Kaj smo, kaj se dogaja tukaj z nami? Življenje nasploh, kaj bi rekel? Kaj ti misliš, da definira kvaliteto življenja? Mir, ki si ga sposoben čutiti. Količina miru, ki ga začutiš. Kaj še? Odnosi. Jaz bi rekel to v prvi vrsti. Odnosi. Mislim, zdaj, zakaj smo biti težko do nek tašen moj odgovor. Ampak če gledaš, se pravi, da smo pač da smo bitja, kjer se pač povezujemo, napredujemo, spet če gledaš časa, je to, da čas teče naprej, je to, da se v bistvu mi s časoma postopoma razvijamo, da tudi ne hodimo nazaj, ampak hodimo naprej, In zdaj spet gledava skozi nek časovni okvir, je to, da stvari, pa to, kar sva rekla, da neke stvari, ki v preteklosti mislimo, da so slabe, je to, da vidiš, da so potem stvari v preteklosti boljše. Ker si videl resnico. Ker si videl resnico, predvsem je pa to, da si se ukvarjal s trenutnim stanjem, ne pa kako je včasih bilo. Še se spomnim, moja babica je dosti nostalgična, tašen avto, ki je fičo tašnega avtomobila, pa ne bojo več delala, ali pa mogoče še kakšna starejša generacija, nekdo, ki je bil potem, ki ima kakšen drug avto, takšen avto, ki je bil pa, 101, takšnega avto pa ne bojo več naredila. Samo je to, da če bi zdaj tisto pač miselnost obdržali, je to, da bi se verjetno še vedno vozili, ne bi imeli niti električnih skirojev, ampak bi se še vedno z lesenimi skiroji pač vozila. Zdaj pač, ker bi jaz rekel, da smo ljudje na tem svetu, da se dejansko pač premikamo, evolucija, da določene stvari izboljšujemo na nek način. In če se pogovarjava samo o nekih občutkih, tako kot si lepo rekel, odnosi, jaz sem šel takoj na mir. Dejansko pucamo neko energijo, za nazaj, za naprej, kakorkoli obrneš. Mislim, če mene osebno vprašaš, jaz mislim, da so odnosi najbolj kompleksna zadeva, da jo pač posameznik uredi. Da biznis, druge stvari, je to bistveno bolj enostavno, kakor pa sami pač odnosi. To, da se ti ne ukvarjaš sam s sabo, ampak se ukvarjaš tudi z drugimi. In kvaliteten odnos je... Veliko ljudi z biznisom beži stran od soočenja z odnosi. A to velikokrat opaziš v poslu?
Začutiš to dostkrat? Mislim, ne, da bi nekaj tako začutil, ampak vidim v bistvu skozi pogovor, pa kakšno ima oseba dejanja. Klej smo zdaj spet pred tem, se pravi, veš, kakšna je resnica, se pravi, resnica gledano je bolj v bistvu v podzavesti, ker potem razumeš, zakaj določene stvari v sedanjosti na takšen način delaš. In zdaj potem recimo oseba, ki si je omenil recimo v poslu ful veliko dela, zavestno si želi pa, da bi bil doma. In pol, ko se pa z osebo pogovarjaš, pa vidiš, da je pa za njega recimo nenaravno, da je oseba ali pa da je moški doma, ker bi recimo že njegov oče ni bil nič doma in je to, da vedno več, kaj je doma, vedno bolj je živčen, čeprav zavestno si želi, da je bil pa vedno več doma. In potem vedno več energije vlaga v posel, čeprav njegova resnica je to, da nima časa, pa da ne more biti več doma. Ampak polka pa v bistvu vidi, da je resnica, da je njemu težko biti doma, zato ker je to za njega na nek način predstavlja rečva grožno, je to, da pa beži stran od resnice. Zdaj potem tašna oseba, ki se začne tega zavedati, pa ki razume, zakaj takrat, ki je doma, se on počuti slabš, čeprav bi se načeloma mogel počutiti boljš, je to, da gre zdaj skozi neprijetne občutke, ker v bistvu razume, kaj se mu dogaja in potem od resnice ali pa občutkov ne beži. Se z njimi sooča. Se z njimi sooča. In ja, pač je doskrat, se pravi, ali posel ali šport, je to, da ti dejansko bežiš v nekaj, ker se na ta način tudi utrudiš in pol ne čutiš realnega stanja. Ja. Jaz sem eno zanimivo stvar pri sebi opazil par let nazaj, in sicer, da ko sem bil sam in sem šel spat, sem čutil neko tako potrebo po tem, da imam neko televizijo pržgano ali pa neko temo, oziroma neko svetlobo, da nek čutim. In mi je bilo ful zanimivo, ker sem pač rekel, star si dost, čisto logično, ne rabiš pač nič od tega, kaj se to zdaj dogaja. In sem se začel opazovati, kaj točno se zgodi, ko se jaz uležem v posteljo in je čista tema in tišina. Pa pazi, sem meditiral že, pa nimam problema s temo itd. Ampak ko sem se ulegel v posteljo, pa kar nek strah začel ratvati, pa da me nekdo gleda ali pa da bo zdaj en ulomo ali pa nekaj. Sam to je recimo značilno za osebe, ki so osebe, ki imajo visoko napetost znotraj sebe in takrat, ko zunanji pritisk pade, je tudi, da imajo občutek, da je nekaj narobe. Ja. In potem ti z umetno svetlobo ali pa s televizijo pa zvokom je to, da si ti umetno zdiguješ pritisk in ti je to bolj naravno stanje in potem zaradi tega lažje zaspiš. No, evo, ne. In jaz brez televizije nisem mogel zaspati. Od 10. do, ne, tudi malo zgodje je to. Od 15. po moje do 21. je bila televizija pržgana, ne. In sem imel pač, ampak nisem se hotel soočiti z resnico, jaz sem šel tja, kamor mi je bilo udobno, ne. Ja. Pol sem pa takrat v tej situaciji sem pa prvič rekel, ok, greva biti v tem občutku, to pač Matej Turk, res, vse se poznata, ne. Mislim, on je meni ful lepo odperil, tako kot tudi ti to delaš, podoben način. Me je sam prsilu, da se soočam s svojo resnico. Tako. Dal mi je v bistvu, prsilu me je tako, da mi je dal oporo, da lahko to naredim sam. Se zdaj vidiš, da nekaj, kar vidiš, kaj je učinkovito, kaj je neučinkovito, pa kaj je logično, pa kaj je nelogično. Ne? Tako, ja. Da potem ti že doskrat sam priješ reči do drugačne resnice, se pravi, tvoja resnica je bila na začetku, ok, jaz ne morem zaspati brez televizije. Ja. Sam zdaj, če bi gledala spet skozi vidik evolucije, ok, a je to normalno, da ti ne moreš zaspati brez elektronske naprave? Točno okay, to, a ne? Ok, ampak to je zdaj tvoja resnica in če bi, recimo, da ti ne bi delal na sebe, ne, bi se mi pogovarjala in bi ti rekel, pač lej, tašen sem, kva pa ne naredim. Ne? Kolikrat to slišiš, stari. In pa bi tak spet, veš, zdaj, se pravi, ko smo mi mlajši, je to, da mi otroci starši ne da gledajo, ampak jih dejansko nas presnemavajo. Ne? Otroci starše. Otroci starše. Ne? Ja. Veš, ne da se v bistvu, veš, učenje je počasnejše kot presnemavanje. Ne? Ja. In je to, da te otrok v bistvu skenira. Jaz vidim recimo pri nama z ženo, ne? Veš, se neke stvari pogovarjava, ker mogoče sploh ne so otroci gledali televizijo, ne? In pol gremo spati in nekdo od otrok, se pravi, ali hčerka ali pa sin, neko stvar reče. Ne? Ok, ko si ti to sploh slišal, če si gledal pač televizijo, ne? Ali pa enkrat mi je sin rekel, ne, jaz smo neko stvar razlagam, ne, in Val mu je ime. Ne. Rečem, ja, Vale, smo se dogovorili, da na kavču ne jesta. Ne. In enkrat je bilo pa res, da sem jaz nekaj na kavču pojedel. Ne. In on meni nazaj reče, ne, ja, ti boš meni govoril, ne. Ti pa tega ne spoštuješ. Če ti ne spoštuješ, pa tudi jaz ne bom spoštoval. Ne. In zdaj, pač realno gledano, jaz nisem mogel nič
nazaj reči. Ja, ker si čustveno zrel. Da mu zdaj rekel, ali jaz sem fotor, ne boš ti meni zdaj govoril, kje bom jaz sedel, pa kje jaz ne bom pejt v sobo. Ne bom jaz, ne boš ti zdaj meni govoril, kaj jaz narobe delam. In zdaj to, da si ti potem kot otrok, ti nekaj pač stvari veš, kaj je zate v bistvu normalno, pa kaj je tvoja resnica. In zdaj pol, ko bi se, recimo, da bi imel ti takšen problem, pa ko bi se pogovarjal, ok, pa ti zdi to logično, da ne moreš zaspati. Ja, vse tako, kar razmišljam, v bistvu res ni. Pol, ko vidiš, ok, kad televizijo ugasneš, ker bi načeloma, ker imaš več miru, bi se mogel počutiti bolj sproščenega, je to, da se pa ti počutiš slabš. Ok, se pravi, to je nelogičen odziv rečva telesa. Ne? Ja, pa beg od neprijetnega občutka, ne? Ta je mene jebu pri večjih stvarih. Ne? Jaz nisem mogel biti z občutkom, jaz sem konstantno iskal nekaj, kamor sem lahko dal svojo pozornost, nekaj izgovore. In zato tudi fuge, a veš, pa vse, kar sem imel. Da te dejansko pač navidezno sprosti. Tako, ja. Veš, tako. Zdaj, če gledava, se pravi, telo pa podzavest je tisto, ki ti bolj pokaže realno stanje. Ne? In zdaj, ko recimo, ali pa, ko sem omenil pač vaje, z osebo se neko stvar pogovarjaš, kako jaz recimo vidim določeno situacijo, pa zakaj ima določene težave, ne vem, bolečine v rami, v hrbtu, karkoli, in potem dela vajo, ki vaja ni nič kaj tako, bom rekel, posebenega, ali pa da je bila toliko fizično naporna, in potem dela vajo, ne vem, na levi strani nima nobenega odziva, na desni strani pa dobi rdečico. Ne more vdihati v desno stran. Pol je to, da oseba na telesni ravni začutila, da to, kar sem jaz prej skozi teorijo razlagal, pa zakaj vidim, da ima ona te pa te probleme, vidi, da v bistvu njen telo ima to še vedno nepredelano in da vedno bolj, ko bo zaupala svojemu telesu pa svojim občutkom oziroma da čustva močnejše, ki jih dobi iz telesa, da jih zna na primeren način skomunicirati, to, da bo potem do tašne osebe, ki je v preteklosti to sprožila, je to, da ne bo več imela tašne burne reakcije, ker ni več stara oseba, tok pa tok, ampak je že odrasla starejša oseba. Ja. Stari, eno vprašanje mi je gor prišel in ga bom vprašal. Če bi lahko Toniju Majhnu eno stvar danes rekel, če bi bil on kle, da bi prišel nazaj za en dan, kaj bi mu rekel? Fak, stari. Da smo hvaležni za vse lesne, ki mi jih je dejansko pač predal in da se mogoče tudi jaz, da se zavedam tega, ker je on enkrat mi rekel, je rekel, ko sem ga vprašal, Toni, kaj ti razmišljaš, se pravi, on je imel raka, več leta, sem rekel, kaj ti razmišljaš vsak dan, ko zjutraj vstaneš. Je rekel, sploh ne razmišljam, ampak je to, da se ukvarjam pred dnevom. In je to, da bi mu bil hvaležen za to, ker je pač meni znanje predal, pa da se mora tudi jaz mogoče večkrat zavedati, koliko sem nekih korakov naprej naredil, takrat, ko sva se mi spoznala, pa do zdaj. Pri meni, se pravi, jaz zdaj imam 1 do 2 osebi, ki se na njih obrnem za neko, bom rekel, razumevanje ali pa da mi, a veš, to, kar si rekel, kar si ti v neki svoji glavi pa neki svoji perspektivi, je to, da ti ne vidiš širše slike. In tudi meni korist, da mi nekdo neko mojo situacijo zna boljše urisati, kakor je pa jaz v določeni situaciji pač sam vidim. In zdaj, če jaz vidim, da sem v neki situaciji, ki me je dosti vznemirila, je to, da jaz dostikrat sam sebe vprašam, okay, kaj bi mi Toni v tej situaciji rekel. Ok, če bi šla zdaj mi dva, jaz sem imela te sprehode v Ljubljanici, ker je rekel, moraš malo trenirati vzdržljivost, greva hodati. Je to, da si pač predstavljamo, če bi bila mi zdaj na sprehodu, kaj bi on meni rekel, kaj bi bil tist rečva nauk ali pa sporočilo, ki bi mi ga v tistem pač trenutku predal. To pa, da nekatere stvari, ki mi jih on razlagal, ki jih nisem v preteklosti mogoče najbolj razumel, da jih zdaj vedno bolj razumem. Veš, da tudi informacije, veš, podcasti, knjige, pogovori in tako naprej. Veš, dostikrat ljudje rečemo, vem. Ja, se to sem slišal, se to vem. Zdaj imaš razumevanje informacij na 3 nivojih, vem, razumem, dojamem. Zdaj takrat, ko sem s Tonijom ali pa tudi, bom rekel, z Alešom, ki je ustanovil
AIQ metodo, da doskrat neke stvari, ki jih jaz takrat mogoče nisem najbolj razumel, pa kako se to v neki praksi pač kaže, je to, da potem starejši, ki si vedno bolj to, kar si prej vedel, je to, da si potem počasi razumel in potem skozi neko življenjsko lekcijo to dojameš, zakaj je to potrebno, pa da je bilo koristno, da si v bistvu, ali pa da bi že prej nekoga pač poslušal. Wow. Ampak včasih hočeš biti bolj pameten kot nekdo drug. Malo ego igra svojo igro, kakorkoli bomo temu rekli. Veš, kaj sem te hotel še vprašati? Če bi pogledal nazaj zdaj, ful si lepo z neko modrostjo, zdaj mogoče od Tonija to zajel, ampak kaj bi pa zdaj recimo ti rekel, da je bilo v življenju nekaj, kar si spremenil in implementiral v svoj life, ki ti je danes najbolj koristilo čez leta. Ima sem dobro frazo. Torej, ena stvar, ki si jo ti naredil, začel delati, ali ne vem, dihanje, karkoli, ki ti, bi rekel, zdaj, če nazaj pogledaš, se ti najbolj pozna na dobrem počutju itd. Mislim, se bi težko bi zdaj eno z drugim ločil. Ja, bi rekel, nek ta celostni. Nek celostni, ampak če bi povezal se prav nek psihološki, telesni del, ena zadeva je to, da imam primerjanje z ostalimi, da se bolj ukvarjam s tem, koliko sem v danem trenutku sposoben, koliko mislim, da sem dejansko sposoben. To je ena zadeva. Pa druga zadeva to, da ne rabim biti jaz perfekten, da bo nekdo drug meni zaupal, da stvari, ki mu jih govorim, da so stvari ok. Se pravi, veš, da sam sebi ne ustvarjam tega pritiska, kakšen jaz moram biti, pa da moram biti pač idealen, ampak da sem tudi jaz človek, ki lahko neke zadeve mogoče v določenem trenutku ga podrejo, pa je zaradi tega žalosten ali pa nisem spel tako, kot bi si jaz dejansko pač želel. Ta občutek v bistvu razbremenitve, da če gledam zdaj spet, veš, skozi preteklost, pa to, kar sem razlagal, da sem bil v stiski, sem hotel večkrat stranke reševati, je to, da jaz sem imel neko vzgojo ali pa svojo pogled na svet, da moraš biti vedno 100%, da mora biti vedno 10 od 10, in da tudi, ki je bilo 10 od 10, nikoli ni bilo dovolj. In da tudi, ker sem dosegel mogoče nek rezultat pri nekomu ali pa sem neko stvar naredil, kar sem se želel, je to, da nikoli nisem bil s tem zadovoljen. Bolj predvsem to, da gledam to, koliko sem jaz dejansko napredoval skozi leta, ne koliko mislim, da bi mogel, ampak koliko sem vzpostavil neko razliko od začetnega stanja pa trenutnega stanja. To si tudi omenil, da si hvaležen, da zdaj tudi pri sebi to vidiš. Ja, da je zdaj veliko prej neko zadevo, se pravi, da si ne jemljem toliko osebno, ampak da če nekdo ni zadovoljen z mano ali to, kar sem jaz pač povedal, da jaz tega ne jemljem osebno, ampak da znam te stvari bistveno bolj definirati. Ja, perfekcionizem je nekaj, kar sem jaz, je ena stvar, kar sem jaz veliko večino življenja mislil, da je pozitivna, in sem polugotovo, da v bistvu je to samo insecurity, samo, kako je to, nesigurnost. Ja, a bi rekel, bi se strinjal s tem, a bi kako drugače opisal mogoče to, kako perfekcionizem gledamo, kako ga ti vidiš? Jaz gledam, da je v bistvu perfekcionizem, da je neka samodestrukcija samega sebe. Se pravi, če gledava zdaj spet človeško telo, je to, da človeško telo ni digitalno, ni nič pa ena. Če imaš analogno, je večja verjetnost, da bo prišlo do neke napake. Ja. In je zdaj to, da vsak, ki je perfekcionist, to, da na nek način gre v samodestrukcijo samega sebe in neko stvar ful puša, ampak to, da se mu druga stvar zaradi tega v bistvu podira. Zanimivo. Tako, na ta način nisem nikoli pomislil in dejansko je res. Mislim, kaj je problem izgorelosti, da oseba ima občutek, da nikoli ni dovolj dobra, da mora biti še boljša. Da premalo dela. Da premalo dela, da je bilo premalo perfektno narejeno, da bi mogli biti še boljš. To je izgorelost, to je glavna stvar, mislim. Mislim, za izgorelost jaz poenostavljeno rečem, da je, poenostavljeno povem to, da se pravi, eno je to, da oseba ima previsok občutek lastne vrednosti, drugo je pa to, da oseba, ki je izgorela, je to, da noče imeti dovolj življenjske energije, da je lahko zaradi tega bolj umirjena, pa manj čuti, kaj ima znotraj sebe.
Okay. Če si ti energetsko podhranjena, ne, je to, da si ti ne boš ukvarjal sam s sabo, pa ne boš se niti zavedal, kakšne imaš ti čustva. Ne. Se pravi, ampak sam z biznisom, pa zunanjimi dejavniki. Veš, en takšen primer je, ne, zdaj spet, če gledava, da ti eno stvar lahko uporabljaš, eno stvar pa lahko zlorabljaš. In zdaj marsikdo je to, da ne vem, v službi prije iz službe in je napet ali pa je neka stvar zmotila, ne, in potem gre recimo na trening, ne, in prije domov, se pravi, se je dovolj utrudil, ne, kako si, super sem. Sem zdaj, če to osebo uporabljam na to, da zdaj pa jaz, ker sem mi čustvo padla dol, lahko na tisto situacijo pogledam na drugačen način, ne, je to, da bo potem to zadevo s časom začel urejati. Če pa on vedno samo se dejansko skozi utrujanje dovolj sprosti, je to, da pa nikoli ne bo hotel čutiti realnega stanja. Ampak bo vedno najdel nek ventil, ki ga bo dejansko dovolj utrudil, ali je to alkohol, droga, šport, delo, pač karkoli, ne. Ko bo omogočal, da bo dejansko pač bolj sproščen. Pa če se navežem še to, kar sem vprašal, kaj je tudi pač pri meni spremenil, je večje spoštovanje telesa v tem kontekstu, da ne grem vedno skozi sebe. Se pravi, jaz gledam spet, daj moraš iti skozi sebe, pa če greš ti akutno skozi sebe, ni problematično, ampak ljudje spet pri stvareh je to, da kronično pretiravamo, z tega imamo pa tudi na koncu kronične probleme. Ne? In jaz sem bil prej, če sem se zadal, da bom šel 5-krat na teden na trening, sem lahko ful malo spal, pa sem bil ful utrujen, sem rekel, če sem jaz rekel, da grem 5-krat na teden na trening, bom šel 5-krat na trening, pa če nisi poslušal telesa, pa če crknemo, ne? Ampak zdaj pa to, da se pravi, lahko grem na trening, ampak danes mogoče nisem toliko optimalen, ga bom malo prilagodil. In je to, da je pač na koncu napredek bistveno boljši na dolgi rok, kakor sem ga imel pa prej, pa manj je nekih kroničnih bolečin, oziroma nimam zdaj nekih kroničnih bolečin. Predvsem pa tudi skozi zavedanje telesa, da se vedno bolj v bistvu zavedam, kje sem neučinkovita. Da če vidim, da je neka situacija, ki mi je stregirala, pa zaradi tega lahko, naprimer, ne vem, čutim hrbet, glavo, karkoli, da bolj v bistvu razumem, kaj mi povzroča ta problem, ne, da jaz samo čutim posledice, živim pa nekem v informacijskem vakuumu, in da me hrbet boli zdaj, ker sem preveč sedel. Ja, štekam. Na katero stvar si najbolj ponosen do zdaj? Ti, pri sebi. Eno so otroci, pa da sem dejansko uspel skozi to, kar delam, dobiti nek krog zaupanja ljudi, pa posledično me tudi dovolj strank, brez da bi rabo se nekaj ukvarjati z marketingom. Da je vse zelo organsko. Da je vse zelo organsko, pa da sem skozi leta, da sem dejansko pač počas to zadevo vzdigoval na višji nivo. Katera stvar, lastnost bi rekel, da ti je pri tem najbolj pomagala? Vztrajnost. Iskrenost, pa najdem zdaj prave besede, ne resnica, ampak to, da dejansko pač z osebami, da so osebe vedele, kaj jaz jim lahko pač ponudim, in da ni bilo, rečo to, fake it till you make it. Pričakovanja, se pravi. Ne bi rekel pač pričakovanja, ampak ali pa zanesljivost, ko bom rekel. Ajde, to. Zanesljivo, se pravi, da če sem jaz neki obljubil, pa da sem na koncu pač tudi to deliveral. Ta je močna. Da ni bilo nekaj. Pa tudi ena izmed stvari, se pravi, na kar sem bom rekel zdaj ponosen, da sem del ekipe, pa to, kar imamo, se pravi, Grega, pa Rock More Life. To, kar si prišel že tudi pogledati. Zdaj ste zaštartala, ne? Tako je. Ko mi čakam. Mislim, moram priti pogledati, ker res Turk je rekel, da je bil, pa Forst sem tudi videl, da je že bil. Moram jaz priti malo pošnofati, da vidim, kaj se dogaja. Mislim, zelo tašen, zanimiv koncept, pa saj v Sloveniji ga nikjer nismo zasledili. Tako, nikjer ga nismo zasledili, se pravi, da imaš temu rečemo medicina 3. generacije, se pravi, da ni zdaj, da ti samo ukvarjaš z neko ukvarjanje z nekimi simptomi, ampak da delaš tudi na preventivi in potem, da imamo tudi, se pravi, zraven programe, kjer vključujejo IQ, različna testirane diagnostike, da bolj vidiš, kje si, da ne rabiš vedno prijeti do bolečine, da neko stvar dejansko pa spremeniš. Plus neki cool gadgeti, ne? Tako je. Icebed. Tako, Icebed, Red Light Therapy, kisik, lučke, to je tudi Matej testiral.
To me zanima, pa kisik me predvsem zanima, pa lučke, ker te dve sta take, ki jih nisem še probil, pa sem bil zdaj, ki sem bila v porodnišnici, a ne sem gledal na kisikovo masko, pa sem bil tako pizda. Mogoče je to moja prilika, ampak sem se zadržal. Si blizu, tako da lahko priješ testirati. Bom prišel pogledat, veš, da bom. Tako da pač to, kar bi recimo rekel ponosen, Lepo. ker tudi veš, doskrat ljudje pozabimo, kje je bilo začetno stanje, pa kje je bilo, meni se jih zgodil, se pravi zdaj prejmo rečem nepremičninskemu projektu, veš, koliko hiter lahko pozabiš, kje smo bili prej, pa kam smo prišli zdaj, pa kako se hiter lahko primerjaš, da je nekdo boljši. In pa so meni takšne besede, ki si jih v takšnih situacijah večkrat zapomnil, se pravi skromnost, hvaležnost, ponižnost, se pravi, da si lahko za te stvari, ki si jih in dosegel, si lahko tudi zadovoljen, pa si lahko ponosen, pa po eni strani tudi zadovoljen iz tega konteksta, da dejansko se ne rabiš primerjati vedno z ostalimi, ampak si lahko tudi kdaj ponosen na to, kar si naredil. Ker zdaj spet, če gledava, ali pa jaz se vidim recimo v Sloveniji, da posameznik nekaj ustvarja, pa bi lahko bil upravičeno na nekaj ponosen, ampak je to, da noče tega ponosa pa zadovoljstva pač pokazati, ker pa mu bojo drugi fovšene. Ja, ali pa se bo videl kot napuh, ne? Ali pa napuh, ne? Ja, ta mislim, da je kar taka pogosta, da si marsikdo noče priznati, koliko je dober, ker ga je strah, da bo pol nekdo mogel biti slabši. Tako je. Ampak v bistvu tukaj ni nobene dualnosti, Tako je. Mislim, ne rabi obstajati. In spet rešuješ en problem, ki ga flajšter daješ čez eno rano, ki se ne ustava, ne ostaviš pa krvaviti. Pa predvsem tudi ta hvaležnost, da na koncu v bistvu vse, kar koli hočeš v življenju dosežti, je to, da če nima zdravja, je to, da ti nobena zadeva v materialnem smislu ne more pomagati, da boš ti na koncu bil boljši. Ja. Zdrav človek ima 200 problemov, bolan človek ima samo enega. Tako, in če imaš ti dovolj energije, če si ti dovolj telesno sposoben, je to, da boš tudi veliko lažje rezultiral neke želje pa cilje, ki jih na koncu pač imaš. Evo, jaz sem hvaležen tudi, da spoznavam take ljudi na podcastu ali pa sproti, pa tudi recimo Stela, pa ljudje, ki se z veliko bolj zdaj so začeli ukvarjati z neko stvarjo, ki v mojem mnenju tudi kolektivno zdrav planeta. In to je, da se odpiramo, da se pogovarjamo, da biznise ustvarjamo okoli wealtha, okoli wellnessa, torej zdravja, zdravega načina življenja. Zanima se, moj krog tu je tak, ali tudi kolektivno se dejansko premika v to smer. Ampak jaz mislim, da se. Da je življenjski stil rato drugačen in bolj primeren ljudem, kot je bil mogoče v zadnjih 20-30 letih. Jaz mislim tudi, da se v to smer premika. Po drugi strani pa mislim, da zaradi nekega tempa življenja pa kompleksnosti življenja, da bo posledično na nek časovno obdobje vedno več ljudi imeli pa posledično psihične ali pa telesne težave. Pa tudi, to sem tudi opazil, da ta beg v spiritualnost, da pa še ni bil nikoli tako močen. Tudi veliko takih ljudi zdaj spoznam in že instinktivno začutim, da mogoče pa enih nekaj ne štima iz vidika tako, nimam občutka, da so to neke razčiščene zadeve, da se spet nekaj skriva od zadaj. Mislim, se je več, doskrat se ljudje odločimo... Nočem pa obsojati, ne? Ampak doskrat se ljudje odločimo za neke stvari, ki deluje populistične pa zanimive. Tako, ja. Zdaj je to popularno, grem zdaj to pa to delati. Jaz zdaj recimo sam pri sebi vidim, da mi ful velika količina informacij prej škoduje kot koristi, in sem to bistveno bolj zmanjšal, kot pa sem imel v preteklosti. Bravo, ja. Znaš bolj selekcionirati, kar ti koristi. Mislim, bolj selekcionirati, pa po druga zdeva, veš, to je tako, kot da bi rečel za marketing, veš, nekdo neko zadevo ful naštudira, je lahko v tej zadevi ful dober, ali pa to, da na koncu ful stvari ve, ampak ne ve pa za eno stvar zelo malo oziroma praktično nič. Ja. In je to, da je generalist, ni pa za neko zadevo pač specialist. In potem, če imaš ali pa določena količina informacij v določenem trenutku ti koristi, če znaš potem ti to prepeti na svojo zgodbo. In da ne zdaj, kad ti neko informacijo prebereš, pa vidiš, da zdaj čist podre neko tvoj pogled na neko zadevo, ampak da veš, spet, kje sem jaz neučinkovit, kaj bi lahko zboljšal, to mi zdaj korist, tisto, kar sem prej
delu je to, da potem ne rabim več tizga. Ker se vedno, ali pa jaz večkrat rečem, da če ti hočeš iti naprej, je, da moraš pustiti nekaj za sabo. Ker če ne boš nas pustil za sabo, je to, da bo zelo težko šel naprej, ali se boš pa na koncu trudil. Resnica. Če bi ustanovil novo civilizacijo in bi lahko dal samo te civilizaciji samo eno pravilo, katero pravilo bi uveljavil? Spoštovanje. Spoštovanje. Hudo. Bravo. Še eno vprašanje imam. In sicer, če bi lahko eno stvar spremenil na svetu, trenutno, kaj bi to bilo? Če bi samo eno stvar spremenil na svetu, kaj bi to bilo? Večje spoštovanje moškega pa ženskega principa. Ok. In še moje zadnje vprašanje zate, Blaž. Če bi jutro umrl, kaj bi danes sporočil svetu? Da se ne ukvarja toliko z mnenjem drugih, ampak da deli to, kar ti dejansko na koncu želiš, ker če boš vedno delal to, kar hoče drugi, je to, da boš na koncu to obžaloval. Blaž, hvala ti. Prosim. Jaz sem zelo živo. Enako. Top. Koliko je bilo? 2 ure.